Pozdravljen, Klemen. Živo. Po enem letu. Ja, hitro se obrne, a? Ja. Ja. Cca eno leto, ne vem točno datuma v Gordo, no, ampak ja, čez 50 epizod, tako da tle si. Hvala, da si rekel ja. Z veseljem. Kljub, da vem, da 7 mladičev doma, temperane bombice, veliko energije, svoj biznis pa še, bi rekel, po angleško side hustle, en stranski, zdaj za boljši foter. Tako da, ampak če rečeva v enem letu, kje si napredoval ali pa kje vidiš te, če narediš neko analizo, refleksijo? Z obema bolj ravne, no. Imel sem prej zobni aparat, pravi sem se pri 40 odločil, da bom poravnal zobe, prvič v življenju, drugič, no. Najprej prvič je bilo v srednji šoli, ampak je bilo tako tisnemljiv aparat, pa nisem imel staršev za vratom, da bi me gnjavili, da je to moraš res dosledno nositi. Pa tisto je bila še malo stara šola, tako da sem si pa rekel, toliko so se mi zobje kvarili, če niso poravnani, pa sem investiral v svoje zdravje, pa sem jih dal poravnati, ampak to je projekt 2 leti, ampak se je obrnilo in zdaj sem dal vmes aparat ven, zobje so ravni, zdaj treba sem še čistiti, tako kot se zdaj gre. Tako da evo, to je recimo ena Res na je, mojem zdaj področju, da se spomnim, zobje... res je, lani si imel še aparat. Ja. Drugače pa, jaz kot posel, normalno pač core business, osebno trenerstvo, peljem naprej, delam s strankami v Kranju, 1 na 1, 1 na 2 skupince, tako da to je super. Ja, projekt Boljši foter se tudi pelje naprej, malo je v bistvu, tako bom rekel, sem ugotovil, da kako pomembno je, da poskrbiš zase, za partnerski odnos in za familijo. Zdaj pa v bistvu sem malo nadgradil, da se res osredotočam na model stabilnega moškega, 35 plus, toliko sem že. Torej, kaj naj on naredi, da bo najprej sebe spravil v red, da potem bodo vse stare stvari štimale. No. Tako da na nek način te fronte peljem naprej, se pa res trudim, no, da pač tudi si vzamem čas in poskrbim tudi zase. No. Ok, saj bova šla še malo v detajle, Odkje je inspiracija za ta Boljši foter, pač, mislim, projekt, da si ga zapeljal, vse ime na Instagramu si imel že en čas, ampak... Ja, kot prvo zagotovo, da pač, čutim v mene eno poslanstvo, da želim to deliti z drugimi, je pa seveda povezano tudi z delom, s poslom, da se v bistvu nagovorim širšo množico, ker to, kar delam kot osebno trenerstvo, to je pač omejen krog ljudi, na katere lahko vplivam, tle pa dejansko imam neomejeno možnosti. In sem se znašel v tej vlogi kot oče, ki imam 7 otrok, znašel, sem vplival, ampak tako, Tako je, tako, nimaš kaj, eni tako, jaz pa pač vsedem, Tako, in zdaj pač, sem čutil na tem področju eno poklicanost, da bi rad tle nekaj naredil, no. Druge moške navdihnil za... Tako, ja. Kako naj boljš poskrbijo zase, da bodo potem lahko boljš poskrbeli za druge, ker da ne bo samo sebi namen, da si tam en izklesani moški, medtem ko mamica doma crkuje, ni to končni cilj. Končni cilj, da ti sebe opolnomočiš kot moškega, da postaneš dovolj stabilen, da potem lahko na vseh frontah svojega življenja bolje deluješ. Bravo. En tak, mogoče čistko za intermezzo, en profil spremljam, ne vem, mogoče ga ti tudi Jake Woodard iz Amerike pač, ima isto tako doma, ful dobro, tako bi rekel, da lahko rečeš po moje, tu, ker si mi že lani razlagal, je tak lifestyle, ki bi ga ti hotel imeti. Se pravi, je doma, biznis se furata online in pač ko ženo, 2 otroka, ki sta malo kasneje se dobila, najdla v lifeu pa začela, ampak po moje ti bo zanimivo ga spremljati. In ona objavlja, no, ona pa za ženske zanimiva. Super, top kombinacija. Za ženstveno, žensko rečemo pa
ali pa elite masculinity, ampak res tako razlaga, ne vem, tudi kakšni so tako, ja, pa tu toksi, kaj misliš, ne, ki pride pred takoj Tate, pa podobni ven, ne. Preko tu je šele level 1, ne, jaz učim level 3, ki je tu, ker tudi ti imaš, ne, poskrb zase, družina, vidiš, da žena nekaj ne more, jo ne pustiš tam, da umira, pa tu bi mogla ona, ne bom zdaj jaz pomil posode, ali pa likov, ali pa neki, ne. Pač ne narediš, ne, pač tako je, ne. Drži, to ni še en fitness program, kako bi ti sebe sfriziral, pa malo še za nazaj pokrpal, kar imaš neizživetih sanj iz mladosti, a ne, ampak enostavno mora biti na koncu uporabna moč. Ja, in tako bom rekel noter, meni tudi daš potrditev, ker tudi, ne, 3-krat nekje na teden probam iti za moč delati, pa vmes malo kardio. Pa mi je isto zdaj, ker mi je mami nedolgo nazaj umrla, pa me je res downalo, pa sem dva biznisa, pa veš, Ursa noseča, pa 2 mehne energijske bombe, a ne 5 pa 3 leta stara fantka. Enostavno nisem imel energije iti v fitness, ampak sem počutil, da je telo močno. In zdaj ta teden, ko sem začel nazaj, danes sem skoraj cel v muske fibro, a ne, pač. Ampak je šlo. Pa tako 3 tedne nisem nič. Ampak glih iz tega razloga hodim, a ne. Da za momente življenja, za svojo družino imam telo, ki dejansko lahko podpira naš način življenja, rečemo, ali pa karkoli se pojavi, ne. Da ni še dodatno breme, ko to počnemo, ne. Tako da, kar učiš s tem programom, boš še več povedal, je osnova vrhunsko. Tudi jaz si želim en dan, zdaj sem bolj še najstnik in družina, ampak čez to vplivati na fotre bistveno je, da se postavijo. Ja, in še to bi dodal, da je čist okej, če poveš na glas, jaz grem poskrbeti zase. Tako v bistvu družim se verjamem, da obstaja več skupin moških. Če bi jih v grobem dal, bi dal na 2 skupini. Eni, ki živijo tako, tisto, živijo svoje življenje, pač otroci pa odraščajo mimo, še naprej furajo svoje življenje kot se ga prej, in drugi, ki so res prisotni starši. To so fotri, ki se res trudijo, fotri, ki so zraven, a hkrati so strknjeni. No. In je čist okej, da ta foter si dvigne samozavest do te točke, da reče, hej, jaz moram najprej poskrbeti zase. Ker v praksi z moškimi, s katerimi se pogovarjam, sodelujem, govorimo s temi, ki so vključeni, imajo en kup moralnega mačka. To jih je tako, zjutraj skuhajo zajtrk za familijo, grejo v službo, res so prisotni, vozičkajo popoldne, potem jim je pa nerodno reči, da grejo za 1 uro v fitness. Še posebej pa zato, ker z druge strani dobijo velikokrat take odzive, seveda, preobremenjene mamice, a res moraš, kaj pa mi, samo nas se misliš, in polno enih takih očitkov. In zato pravim na koncu, ko te stvari niso dobro postavljene, imaš enega moškega, ki je na vseh teh frontah razdrobljen, ne poskrbi zase in je res ena velika škoda. Ker bi se že z enimi malimi triki, malimi koraki dalo to poštimati, da bi bila oba bolj zadovoljna. In se pa srečujem jaz z temi moškimi, ki, kot sem rekel, da malo razširim, smo generacija moških, otrok, žensk, otrok naših mam, ki so v bistvu generacija teh povojnih staršev, v bistvu povojna generacija, ko so se ženske po svetu lovile to enakopravno z moškimi, in potem, če si rastel v gnezdu, kjer si imel opravka za nezadovoljno žensko mamo nad svojim moškim, potem pa kot otrok gledaš to sliko, se trudiš na vse načine zadovoljiti to mamo, pa to ni tvoja naloga kot otroka, a ne? In potem v partnerskem odnosu potem naletiš na podoben profil ženske. Logično. In se trudiš do onemoglosti preko svojih meja zadovoljiti, da bo končno bila zadovoljna,
ampak itak eno Sizifovo delo nikoli ne moreš pomiriti. Ne. Ja, sej to. Je res tam, kar si rekel, kar tudi pač ta Jake, ki sem ti ga omenil, je isto nagovarja, da kako bo ženska, da sledi moškemu, ne? Če se ne počuti varno ob njemu, pač ne bo sledila. Je pa res, da lahko on naredi vse, kar naj bi pravi moški naredil, ki poskrbi zase, za družino, pač za vse te stvari, sodeluje z njo, ampak če ona pri sebi ne prebije enih blokad, tudi ne bo šlo. Če mu ona ne pusti biti moški in ona ne stopi v vlogo ženske, kar je problem današnje družbe zelo, zelo velika. Saj glede na vedno več, kar se jaz pogovarjam z družinami, zdaj ti poveš, ker treniraš 1 na 1 in se pogovarjaš tam, je nekaj ni na mestu. Nekaj ne štima, ker moški, spet govorijo o tej skupini vključenih, prisotnih moških, vozičkajo več kot kadarkoli v zgodovini. In zdaj, kljub temu, da se res trudijo, še vedno imajo tam eno nemirno ženo in tle nekaj ne špila. No? Tako da v bistvu tako moški kot ženske v tej družbi... Da ne bo zdaj tu slišal, da zdaj tle ženske napadamo. Tako, v tem, točno to. Torej, v tem prostoru in času moramo oba pola morata poiskati nek novi kompas. Torej, v tej enakopravnosti zdajle še vedno, da je moški, ženska, in se na nek način resonirati drug z drugim, ker drugače, kot sem rekel, boste izgorela oba. Ja. In ko začneš z njimi delati, kje je, recimo te moški, ki pridejo do tebe ali pa se s tabo želijo pogovoriti, kje je začetna točka? Začetna točka je to, da najprej vas da povejo, kaj je trenutno v njihovem življenju največji izziv, da povedo, katere so njihove, tako bom rekel, njihove največje obremenitve, katere so njihove največje skrbi, torej katera so področja, kjer čutijo, da so kompetentni, kje potrebujejo malo več spodbude, malo več usmeritve. Se pa seveda začne s telesno transformacijo. Ne? Ker telesna transformacija ima en tak je v bistvu zelo močno orodje, kjer lahko takoj skozi nekaj tednov že opaziš neverjetne pozitivne doprinose na vseh področjih svojega življenja. In tudi tako imenovane vzroke zapletov lahko skozi proces potem prepoznaš in na njih vplivaš. Torej, gibanje. Gibanje za začetek in potem gibanje, pa spanje, prehrana in tako naprej. Ker tako sem povedal, to so, ker se tako razdajajo na vseh teh frontah, morajo najprej spraviti začetek svoje spanje v red. Okay. Ker enostavno kronično pomanjkanje spanja. Moški, ki je kronično utrujen, kaj naj on da od sebe? On mora najprej se naspati, da bo imel več energije, da bo imel sploh kapaciteto, stabilnost, da lahko potem sploh ima energijo, da gre trenirati, sploh ima energijo, da gre v službo, tam nekaj pokaže, sploh ima energijo, da se doma z otroki ukvarja in da doprinese nekaj tudi k partnerskemu odnosu. Tako da, kot sem rekel, te temelje poskušamo najprej uravnotežiti, se pravi spanje, gibanje, prehrano, potem pa treba to v nek družinski organizacijski koncept to vpeljati, te stvari, da laufajo. In vrh te zgodbe je disciplina. Na koncu, če stvari delaš, potem greš naprej, če stvari, so stvar navdiha, potem to odnese. Recimo lep primer, 2 meseca nazaj, klasično, prehod v novo leto, za obljubene, recimo v mojem poslu imamo 2 taka cikla. En je september, novo šolsko leto po počitnicah, dajmo nekaj pognati, pa januarja in vidiš, da tako, prvi teden imamo neke zaobljube, prvi teden, drugi teden gre super gre pa do točke, ko so stvari
ko grejo stvari gladko, brez nekih izrednih situacij. Ko ti optimalno spiš, ko se prehranjuješ, ko treniraš, ko pride en ruker, predstavljaj si, otrok ti zboli, predstavljaj si, da je partnerka neprespana, pa ti greš zraven, predstavljaj si, da imaš nek zaplet na delovnem mestu, predstavljaj si, da se katerakoli izredna situacija te vrže spet nazaj, ker si začel. In potem si spet rečeš, lej, dobiš še feedback za samo podobo, lej, česarkoli se lotam, vse na koncu propade in potem se ciklaš in se kaj si rečeš, brez veze, počakajmo na novo leto, ne? In bomo nova priložnost. Ne? In vidiš, dokler sistem bazira izključno na motivaciji, bo zadeva neuspešna. Ti moraš imeti sistem, na katerega se lahko upreš, ampak pogoj je vzdržen sistem. To recimo, tako da bi hotel varčevati 500 evrov na mesec, pa je recimo realna vrednost 200, pa ker ti je res fajn, da bi v bistvu prej prišel do cilja 500, kaj se ti zgodi? 2 meseca ti uspe, 3. mesec privarčuješ 300, potem 100, potem si minus 200, iz drugih računov jemlješ, samo da izpolniš nek cilj, ki si ga zadal, mora biti sistem, ki je vzdržen. In se zaveda, da to je tek na dolge proge, to ni šprint. Pomeni mali koraki, ampak konsistentnost je tle pomembna, disciplina. Tako, kot si ti povedal, pomembno je zate na začetku, ko se vračaš, samo greš tja se prfočkat. Karkoli premečeš, že to, da si se postaviš na stezo, da eno serijo narediš. Ta moment je treba držati in se mogoče že tole, ne, kar jaz moškim govorim, ne, preveč se ukvarjajo s popolnostjo. Ne. Ni tle popolnosti, prav dobro je dovolj dobro. Malo bodi nadpovprečno, predvsem pa ohrani ta momentum ponavljajočih svojih rutin, ki jih imaš, in to je dosti dobro. Ja, je res, ki prideš tam in hočeš vsak trening malo več dvigati, malo več narediti. Ne? In je res, ja. Jaz sem ga zagnal nazaj, da sem šel sam 20 minut teč na stezo. To je to. Pa pol nisem šel 3 dni. Pa pol sem šel, pa sem naredil trening, pa 2 dni nisem šel. Pol sem pa videl, da sem nekako nazaj, pa sem šel zdaj sreda, četrtek, petek. Pa danes sem tle, pa nekako imam zdaj cilj, da bi tako, kadar ni, da več ali manj bi šel vsak dan, tudi zato, ker ta mala dva greta z mano, greta ful rada, mi gremo zjutraj tam med 6, pol 7, ne. In pol ona dva hočeta iti, ne. Tako, ker se zbudimo, oči gremo danes v fitness, ne. In pol sem rekel, ajde, ampak bom pol pa, ne vem, ali neki kolu vozil tam pol ure, neki pač, tako, une dneve, ker ni pač za uteži dvigovati, za moč, rečemo, ne, tekma. Tako da, ampak glavno je tu, kar si rekel. Velikrat pride do unga, da si v ritmu in pa se nekaj zgodi, padeš ven in namesto, da bi si rekel, zakaj sploh to delam, se mi zdi, da jaz motivacijo razdrobim v motivacijo, aktivacija motiva. Ne? In za mene, če ti motivacija pade, pomeni, da je motiv slab. Ker se mi zdi, da veliko ljudi mena motivacijo, pa energijo, pa hype. Da tu je, ne. Ko si ti pod energijo, pa hypom, zdaj pa lahko delam, ne. Če pa tega ni, pa ne moram. To pomeni, da imaš gnile motive. Ne. Moj motiv je, da bom pa 80 lahko fuzbal igral z mojimi vnuki ali pa pravnuki. Ne. Se pravi, si vedno znova rečem, pa sej ne grem na nobeno tekmo. Sej ne bom čez en mesec šel na Mr. Olympia ali pa na High Rocks ali pa karkoli je že zdaj popularno, ne. Pač bistveno je, da grem, da struktura, postura se drži, da vse ta dogodki, ki pridejo v lifeu, da jih fizično lažje preneseš, ker če jih fizično lažje preneseš, jih tudi mentalno lažje preneseš. Drži, na koncu osnove odločajo. Ne? Zdaj, da živimo v dobi, ko rabimo skozi nek hype, skozi neke spremembe, neke novosti, ampak na koncu bottom line, osnove se treba držati. In tle imamo največji izziv, ne, da bi sploh konstantnost pri osnovah. In zadevo je treba zelo poenostaviti, ker v bistvu je zelo enostavna.
dokler bomo opravljali osnovne stvari, kar se osebne higiene tiče, trening, prehrana, spanje in skupen čas, bo to dovolj. Ne rabimo komplicirati, zadeva je dokaj preprosta. Samo rabimo skozi neko vznemirjenje. Ja, zdaj si me spomnil. Sem dosti od Kobe Bryanta pregledal, ne? In on je rekel, ker meni nekaj ni delovalo v basket igri, ne? Pač tam, kjer je bil profesionalc, je rekel, sem šel vedno nazaj na osnove. Ko nekaj ne deluje v igri, poglej osnove, nekje v osnove ne štimajo. Te lepe stvari, ki jih dodajaš na te temelje, so drugotnega pomena. Ne? Če je nekaj tam, ni ena osnova, nekje nekaj ne deluje. In recimo na področju prehrane, če zdaj to odpreva, ne rabiš zakomplicirati zdaj, ali je jabolko boljše od hruške, pojej eno sadno malico na dan. Nehaj jesti po 7 uri zvečer. Osnove, sploh ni treba iti v detajle, a je puran izrezek boljši od govejega ali pa ne vem kaj še vse. Ali je zdaj ali je solata proti špinači, kdo bo zmagal v tem solatnem dvoboju? Je solato. Osnova odloča. Tu realno imaš ljudi, ki se tu obremenjujejo. Ja, ampak tako mi rekel, meni je proti cukru pa takim stvarem še. Ja. To veliko krat govori tudi o človeku na način, da želi zakomplicirati do te točke, da potem itak reče, to je pretežko, to je brez veze, jaz ne morem, vstopim tle, ko sem, v varni coni udobja, ampak kot sem rekel, osnove so dovolj dobre. No. Se pravi, če poveš tvoj ritem dnevni, saj si ga želani, ampak rečemo, zdaj ga boš mogoče še malo bolj definiral, ali pa je isti, ne vem, a je isti. So anyway, ljudje bodo novi poslušalci, več imamo naročnikov, vse jim povej, ampak en tak tipičen tork, ajde. Ker se dan začne na večer prej, se pravi, jaz grem spat ob 9 gremo posla, ob 9:30 računam, da zaspim. Zvečer si vzamem čas, pa preberem par strani knjige. Se pravi v posli. V postelji preberem par strani knjige. Odložim. Naredim eno dihalno vajo, se pravi 10 globokih vdihov in izdihov. To recimo naredim 2 serije po 10, zgolj zato, da se z dihanjem umirim. Potem zaspim. Imaš tle fokus na živčnem sistemu ali ne? Ne. Veš, kaj drugače je ta osnova, živčni sistem, odnosi, jaz, zanč, ki je bil dejan tle. Je super, tu povedal in se mi zdi ful zanimivo, ker mi pa živimo v družbi, kjer je jaz, odnosi in še lepo živčni sistem, ker je ta simpatika cela razdražena, nam nič ne deluje. Drži. Ampak sem mislil, če imaš tudi fokus, da Drži. je del, ampak če zavestno si rečeš, ok, to je zato, da moj živčni sistem ne skače gor dol. Cilj je z dihanjem se umiriti. Za 3 stvari se zahvalim v tem dnevu, ki so mi dobro uspele oziroma so se mi zgodile. Potem zaspim, zjutraj budilka me zbudi ob 5 zjutraj. Tako da moj cilj zdaj je, da spim 7 ur pa pol na noč. Bila so obdobje, ko sem spal 7 ur ali pa manj, 6 pa pol 6 in to je bilo samo vprašanje tedna, kdaj bom zbolel. Tako da imam en orientir, da rečem takole, da tu če zvečer ideja ali kakšno serijo pogledati, ja ali ne, je moj odgovor ne. Če smo znotraj te časovne cone, izberem vedno spanje in grem raje spat. Tako da potem lahko boljš funkcioniram naslednji dan. 7 ur pa pol spanja, ostanem ob 5, namešam si zajtrk, da je priročno zblendam, budim ulico, zblendam z blenderjem, prepravim si sadno malico, prepravim si še 2 miksa za sabo, grem pod tuš, oblečem se in grem v Kranju fitness center in tam delam. Ob 6 začnem delati, potem pa, ponedeljek, sreda, petek sem tam do 3 popoldne. Pridem domov, recimo, če gremo dajmo mogoče sredin dan, pridem domov ob 3, pol 4, pojemo skupaj kosilo, to je veliko vredna stvar, da lahko med tednom si vzamemo čas, to naredimo.
Potem pa ob sredah imava ženo z menkarije. Pač greva ali na sprehod, ali v nekem pelem, ali greva nekam na pijačo, čist kole. Preživiva 2 uri skupaj, prideva nazaj, je večerna rutina. Kje so pa otroci? Otroci so doma, eni so že dosti stari, pa tako naprej. Zdaj je pa Prav tako, sami sebe mislim. sami ta sebe community zrihtajo. Zdaj sedmih takole se je, ne, porihta. pri ta najmlajši, torej zdaj najmlajša bo zdaj Julija stara 2 leti, se pravi dobro leto pa pol. Eden se javi, da bo pač 2 uri imel čez, temu mi rečemo, da denar ostane v familiji. To ni nekaj, kar morajo, lahko pa v zameno za plačilo to varujejo brat, v tem primeru sestrico, in potem se pač seveda kregajo, kam imajo vsi svoje tudi finančne cilje, kam hočejo priti, dokdaj. No? In to je to, nekdo za njo pač skrbi, tako kot mora, vse smo itak v občini, tako da pridemo blizu. Potem je ta večerna rutina. Večerna rutina pomeni, da grejo ta najmlajši prej spat, kam imajo drug ritem, pojemo večerjo skupaj. To je do katerega leta? Se pravi, ta najmlajši rečemo do 7. leta, to je ena skupina, ena ekipa, druga ekipa je pa potem 10+. Okay. In oni se potem po večerji stoširajo, grejo v sobo, imamo pravljice, ta program, ostali otroci pa grejo v svoje sobe in imajo prosti večer še, rečemo tako, uro in pol. Lahko berejo knjigo, lahko se pogovarjajo, lahko igrajo kakšno družabno igro, ampak mora biti tak mir, da ne motijo sosednje sobane, kjer poteka uspavanje. Ker smo zelo občutljivi, če kdo zmoti uspavanje. Ja. In to je to. Kdo je občutljiv? Bolj oči pa mami? Starša sta občutljiva, ja. In potem zaspita, pa ta najmlajša prej slejo mora zmanjkati, ne, čeprav je tako, kot vsi ostali. To je energijska bomba. Tudi ne veš, na kaj gre, ne, ker imaš občutek, da je skorila že ves glikogen v mišicah in v jetrih, pa še kar iz nekje vzame. Pa na kortizol. Ja. In je, tako da potem, ima midva še tistih najnih pol ure zase, pol ure do 1 ure, odvisen, kdaj nam uspe še ta najmlajša spavati, ker še nima stalnega ritma. Pa lej, obrni, znova in znova. Nima veze, vikendi isto. Obračaš. Je tako. Ja. Moj najljubši dan v tednu je sobota. Ker? Ker je brezčasje. Okay. Pomeni, v nedeljo zjutraj ne rabim, to nisem vezan na budilko, in lahko v soboto tudi malenkost dlje sem po konci. Sobota je edini dan, ko sem malo dlje po konci, ampak še vedno, če grem običajno spat ob 9:30, to meni, da bom šel maksimalno ob 10:30. Zato, ker nočem imeti zavožene nedelje, da bi imel pa res, da sem potem mrtev v nedeljo. Da bi recimo ponočeval do polnoči, do 1. Potem gre pa pol nedelje mimo, pa mi je škoda. Ponočevanje do 1 zjutraj, kar še bi rekel, stari, tako je šele začnejo ta prave stvari. Tako da to je nekratko. Taka rutina, ki jo pač pelem. Zvečer pripravljam vse za naslednji dan, kar se oblačil tiče, pa tega, ker so ta najmlajša ima neke čudežne senzore, zelo občutljiva na vsak škrip, vrat, omara, ki se odpre, tako da jaz to zjutraj že vse, mislim predvečer, zvečer že vse pripravim, v drugi sobi, da potem samo smuknem ven, da se ne bi slučajno zbudila. Ne. Če prvama dvema spi. Ja, ima posteljico, ampak te migracije so na dnevni ravni, ona pride, sred noči pride tam. V pojslo, hvala. Ja, tako je. V troje je lepše. Ne. Ja. Dober. Kaj pa je ta motiv tvoj zadaj, da držiš ta ritem? Ker tu se lepo sliši in sliši se nič nemogoče osvojljivega za kogarkoli, ki je resen, rečemo, glede svoje družine, sebe, svojega biznisa ali pa službe. Bi bilo to nekaj, kar bi človek rekel po angleško, po slovensko, ne najdem zdaj. Ima smisel, make sense. To je sistem, ki futra vse komponente oziroma vsa področja življenja, ki mi pomenijo nekaj. Nekaj več od tega, da na drugi strani, da nima smisla za mene.
In to je podporni sistem, ki mora laufati, če hočem, da ostale stvari gladko tečejo. Kaj pa, ko pridejo te misli, pa ne rabiš, pa pejt malo, kako se s tem soočaš. Ker verjamem, da so tam. Ne? So tam, ampak imam močno vizijo, vem, kaj hočem s tem narediti. Imam vizijo, kje hočem biti do konca tega leta, imam vizijo, kje hočem biti čez 5 let in katere stvari hočem narediti za čas svojega življenja. In to me žene oziroma to me ohranja stabilnega, motiviranega, da te stvari peljem tako, kot jih hočem peljati. So te vizije za povedati javno ali ne? Mislim, so vezane na področje mene kot mene, se pravi na moje osebno področje, kaj v telesnem smislu, v smislu dela, da osmislim sebe kot Klemen na poslovnem področju, potem so vezane na partnerski odnos in na družino. Se pravi, kaj želim z otroci doživeti, kaj želim v partnerskem odnosu doživeti. In te stvari so zelo specifične. Lahko kakšno poveš. Ja, ker na specifične stvari se lahko primeš. Recimo primer, rad bi shujšal. Rad bi imel več energije. Čak, to je zdaj realno za tebe, ali ne? Ok, daj mi povej za tebe. Moški, ki pravi, rad bi potoval. S takimi stvarmi so koncepti. Tako nimaš se kaj oprijeti, ne? Ti rabiš nekaj konkretnega. Rad bi imel 78 kg, rad bi dvignil 60 kg iz počepa, rad bi potoval 14 dni na leto, od tega bi bil pač en teden na smučanje, en teden morje, v tisto morje, konkretne, specifične stvari. In potem, ko zjutraj zbudi budilka o 5:00, hej, jaz vem, zakaj sem izbral, da dvignem svojo rit, namesto da bi šel zdaj še poleško tlele 2 uri, pa potem brezciljno lutal v dnevu, s katero stvarjo bi se zamotil, da bi zbežal od odgovornosti do samega sebe. In zato pravim, mora biti zelo močna vizija. Tako mi rekel, in ta močna vizija je tista, ki me ponese preko vseh meja. Recimo, ko pridejo une misli, kaj so une misli, ki ti ponavadi pridejo, kaj veš, da bi te lahko odpeljale stran? Misli, ki bi me lahko, tako mi rekel, zelo redko pridejo, ker sem toliko odločen, da je teh misli zelo malo. Niso več to glasne. Tako, ja. In še največ imam dela v partnerskem odnosu, ker je ta interakcija, ker treba to vizijo, ki smo se pogovarjala. Je bilo že zadnje vprašanje. Sinhronizirati jo je treba. Kako tudi ti nas sprejema. Sinhronizirati je treba vizijo. Predstavljaj si, da nekdo hoče potovati 2 meseca na leto, pač biti na počitnicah, eden pa mu je čisto fajn, da doma. Kako to uskladiti skupaj? Predstavljaj si... Zakaj si zdaj moj primer povedal? Predstavljaj si, da nekdo, ne vem, je jutranji človek, pa želi s partnerko zjutraj na en hrib, ona pa je večerna ptica in pač ponočuje do polnoči, do 1, ne ponočuje, ampak živi. Živi svoje življenje in potem ostane ob 10, 11 dopoldne in je spet nek konflikt takoj za vogalom. Tako da, to mora biti nekako sinhronizirano in tako, kot sem povedal, tale vizija se z leti spreminja. To veš, ko 2 prijeta skupaj, stara 25 let, lahko da imata zelo podobno vizijo. Potem pa pri 35, 40, ko so ločitve za vogalom, je čist ok, da si priznata, najina vizija ni več dovolj podobna. Najin sistem vrednot ni dovolj podoben. In kaj pa zdaj, kaj bo pa sistem naredila? Ja, in kako vedva to rešuje? Vedno probamo najprej s pogovorom. Ne, tako bo. Jaz sem moški v tej hiši, tako bo, če hočeš biti le. Mislim, pri tem tvojemu urniku, ki si ga povedal, pač meni so bile takoj zadnje ideje. Prosim, deli z mano. Sigurno ti kdaj se drži, pa moraš tako zgodaj spati. Mislim, ali pa... Tako, ko sem že omenil... Ko sem že omenil lansko leto, da jaz po 8 uri zaprem fabriko zvečer. Ona pa seveda, ki je večerna sova, ona pa takrat nadaljuje 5. petino svojih obveznosti, ampak njej recimo Tini zelo paše,
ta večerni mir. To pomeni, ko grejo mladiči spat, verjetno tudi na koncu paše, da grem jaz spat, da je res sama in da je v svojem svetu in ga popolnoma razumem, spoštujem in je prav, da ga ima. Malo treba samo obrusiti, ker me skrbi zanjo, ker sistem, ki ga je normalno, ko si mamica, ko so majhni otroci, greš zelo preko sebe, zelo iz cone obdobja, ampak na dolgi rok hitro ugotoviš, telo te že zelo hitro začne opozarjati, ta sistem ni vzdržen. To pomeni premikanje spanja iz 8 ur na 7, pa na 6,5, pa na 6, pa na 5. To je samo vprašanje časa, kdaj zboliš. Samo vprašanje časa. In tako, kot sem povedal, bolezni, s katerimi se bomo mi soočali, ko bomo stari 50, 60, 70 let, tlakujejo se že zdaj. Samo še vedno mašina relativno, kolikor se le da, uspešno puca te stvari. Ima še neko sposobnost regeneracije. Tako, ampak to se bo kasneje plačala cena. In spretni gledajo preko prvega hriba. Torej ne gledajo samo iz danes na jutr, ampak gledajo tudi, če uporabim koncept dolgoživosti. To pomeni, da že zdaj tlakuješ pot, kot si samo omenil, da boš ti pri 80 igral nogomet, da boš lahko nosil bremena v roki in tako naprej. Ja, to treba zdaj narediti. Je pa res, da večina se utaplja v vsakodnevnih skrbeh. Kaj ti meni, pa tako bom rekel, težko si predstavljajo, ki jim jaz to povem, ki imajo oni čist aktualne sedanje obremenitve in kaj ti meni govoriš, ko bom star 70 let in tako naprej. Jaz moram preživeti zdaj, ko sem 35. Tako da spretni gledajo tudi malo čez in živijo zdrav življenjski slog zdaj, se trudijo ga živeti po najboljših močeh, ne popolno, ampak dovolj dobro. Da potem bodo tudi v tretje zlato obdobje, če gledamo, so 3 zlata obdobja od 4, da bodo prišli v boljšem stanju. Ja, ti vedno rataj top 9. 90% časa in če se prav spomnim šolskih časov, je to še vedno odlično 5. Ja. Ja, 91. Odvisno kje, pri katerem profesorju. Še vedno dober, ja. Cool, bravo. Sej, mislim, in tu je na koncu to, se mi zdi, da nas res vse zlom, ki stremimo k tej popolnosti, namesto da bi vedno, ko se zgodi ta prelom, se ustavil za 1 minuto, pa sam pogledal malo odle, kje si bil, pa kje si zdaj, pa se vprašal, kaj je zdaj bolj pomembno, da sledim temu, kar vidim, da res deluje, ali da padem pod. Zaradi tega, ker zdaj pa pač nek šok se zgodil v življenju, nekaj se je zamenjalo, ali pač neka izguba, ali menjavaš službeno okolje, ali nov otrok, ali pač karkoli. Pač so te večji premiki, ki posežejo, Tako, ki si rekel, spretni pa gledajo naprej. Mi se tudi že zdaj, nočem preveč obljub dajati daleč naprej, ker sem rekel, zdaj pride hčerka, in se moramo družina najprej ujeti nek nov ritem. Prej je tudi veliko moja mami pomagala, zdaj je ni več, kar pomeni ena babica manj, je kar nekaj bremena, ki ga nam je ona odnesla, se bo mogel porazdeliti, oziroma se moramo mi drugače organizirati, sistem postaviti, da bo zadeva laufala, ker imam pač zdaj še 2 podjetji za voditi, tako da je malo drugače, ampak definitivno je to, gledati malo naprej. In recimo, da prej sem odprl temo varčevanja, recimo, da si postaviš realen cilj varčevanja 500 evrov na mesec. Če postaviš in če ti uspe 500 konstantno držati, je dovolj dobro, da se ne vznemirjaš, zakaj ni 800. In to čisto ok bo, če se bo zgodil mesec, ko bo 400, ko bo 300, važno, da držiš ta momentum. In zato pravim, na koncu ljudje, ki se odločijo za popolnost, na koncu naredijo nič. Pomeni, raje,
tako bom rekel, raje starte na 60, pa boš na koncu pristal na 50, kot pa da startaš na 100, pa na koncu odnehaš. Jaz imam še eno drugo filozofijo. Ne. Rajši cilj na milijon, ne rečemo milijon, pa narediš 600 jurjev, kada ciljaš na 600, pa jih narediš 200. To je odvisno, kje. Ampak je pa res, da če stremiš po polnosti, ponavadi nikoli ne začneš, ne narediš ali ne speleš zadev. Ne. To je bilo meni vedno tako zanimivo pri sebi postaviti osebne cilje. Ne? Ko imaš na eni strani postavil si ambiciozne cilje, da te bo dognal, po drugi strani pa še vedno koliko ambiciozne. Hkrati mora biti realni, ker če ne te bo, karikiram, recimo, da si postaviš v poslu nek cilj, pa najbolj opremljiv finančen cilj, temu zasluži 30 evrov na mesec. Ja, ki je pač številka. Tako, ki je neka umiraš, številka, ne. pa dajmo si letos pa tako 5000, kar nas bo gnalo, motiviralo, da bomo še bolj delali, še več, še bolj produktivni in tako naprej. Potem pa iz 5 nastane 3,5, pa en mesec 2,5 in potem vpliva na motivacijo, vpliva na samozavest in na koncu dobivaš skozi mesece feedback, neuspešen, tako da treba biti tlele realno optimističen. No? To je moja trenutna filozofija, ker Ja, lahko bi še tudi tako, ne, da rečeš, ok, zdaj sem tle, da imamo naslednjega pol leta dvigant za 300 evrov več. Tako, mali koraki skozi čas se izkaže kot veliki napredki. Tudi recimo pri delu z mojimi strankami, mi gre spreminjamo lifestyle skozi 10 korakov, ampak na začetku so to mali koraki, ampak v 10 tednih, torej v 2 mesecih pa pol, so to velike spremembe. Ampak še vedno smo na osnovah. Mi ne kompliciramo tlele o organic, non-organic. Ne? Mi smo na osnovah. Ampak ker tudi če pri katerem koli človeku, če ga na začetku preobremeniš z informacijami, če ga preobremeniš z količino sprememb, ki jih on mora narediti, na koncu ne naredi nič. Ja. To pomeni, on živi nek lifestyle 20, 30, 40 let, zdaj pa ti njemu kaj v 5 tednih mu boš na novo zapekel tisti njegov disk, ki ga ima tam gor. Zato pravi, mora res biti postopni koraki, on mora videti napredek in ravno to je čar pri telesni transformaciji. Ne? To ni kult telesa, če govorimo o moških našega ranga, to v bistvu je skozi telo se pa res takoj pokaže več energije, večja moč, storilnost, višja toleranca, tako da takoj se na telesu začne, takoj se telo prebudi in takoj da nekaj v zameno nazaj. No. Je pa se pa res osebno trudim na teh ključnih področjih svojega življenja ne biti popoln, ampak biti nadpovprečen. To pomeni biti malo nadpovprečen v telesnih sposobnostih, malo nadpovprečen v kakšen oče sem, malo nadpovprečen v partnerskem odnosu, malo nadpovprečen v poslu. To je moj oseben cilj. Nočem biti najboljši, ker če si najboljši, moraš tradati. Se pravi, pomeni, hočem biti najboljši v poslu, 100% za posel, pomeni nič za familijo. Meni so ta področja vsa pomembna. Torej, partnerski odnosi, jaz, familija, impact v svetu. Tako da, če hočem na tek biti rahlo nad, pa da držal se te fronte, ni druge, kot da se zadovoljim, da sem lahko nadpovprečen, ne morem pa biti najboljši. In to je za mene dovolj, da sem nadpovprečen. Pa čeprav ga za neko subjektivno oceno. Ampak to mi rekel, toliko, da tako reči, toliko, da napredujem na vseh teh frontah, malo skozi leta, korak po korak. Da jaz vidim neko spremembo, ko pogledam Klemen zdaj, ki je star 40, pa Klemen, ki je star 35, 30, a me še vedno žena na isto foro vrže svojo izjavo v smislu za vse sem sama. Ali sem pa končno rečem, končno skapiram, sem preobremenjena je. Raj pomoč. Ne pa, da v meni spet prebudi eno zver, sem v 5 ostal, delam v globalnem kapitalizmu. Kako si za vse sama, ne? Kako? Jaz sem tlele, ne? Ja. Daš lahko hrano na mizo. Tako. Ja, ampak je zanimivo. So te debate, jaz se pa ponavadi. Kaj tažga pride, se poheca, imamo kaj za jesti.
Pol lisi za vse same. To je super lastnost, da ti uspe na humor obrniti. Ja. Ti uspe skozi to. Jaz se trudim, Kakšenkrat ne ja, uspe mi, kakšenkrat je ne pa, uspe mi, ampak velikokrat, kadar imam tole žil, kadar imam neko dodatno energijo, da uspem obrniti na hecne. In to je velika dodana vrednost, kadar uspe. Meni je ful lažje obrniti na hec, če res so osnove poskrbljene, da si to je to, ne? Ker pa imaš tudi energijo dejansko se, rečemo tega, secerati v smislu, ne pride neka misel ali ki zbudi nek občutek in ne padeš, ampak dejansko lahko bi rekel, odplakneš stran in pač v redu je, ne. 5 let so stari, ne bo zdaj, če pri 5 letih brcne v vrata, ne pomeni, da bo pri 15 letih celo mesto razbijal, ne. Pač 5-letnik. Ja, tako, a ne, a veš. In pol je pa tudi tako, ke se z Uršo spodbujava v temu, da veš, da ke ona ve, da sem zdaj jaz tako obremenjen in se trud kljub nosečnosti in vsem naporom, ki jo njeno telo preživlja, ne. Meni je bil fascinanten podatek, da noseče ženske v bistvu vsak dan pretečejo maraton. Sam zato, ker je noseča, brez da se premakne. Sam, če bi ležala pa bila noseča, njeno telo porabi za 1 maraton kalorij. Tako da to mi je tako fascinantno. Ampak ja, se trudi, ker pridem domov, da če se da ima nasmeh na ustih, da me objame, da si dava ljubčka. To je že ono, ki je že vse razbremeni. To je vrhunec. Ja, mislim, to je to, ne, bi rekel, priješ domov in je tam en sonček, ki veš, da gre čez svoje in pol lahko vse predebatirati, ampak je ful lažje, ker če priješ domov, če sem pa prišel domov ali pa končal z delovnim dnem, ne. In je ono tako, tle imaš otroke, ono zdaj jaz ne morem več, ne. In je tako, razumeš, ne moreš več. Jaz pač tle zunaj sem bil bitke cel dan, zdaj pridem domov, pa tako, ki si rekel, ne, pa skurjeni pridemo vsi na koncu, ne. Zaradi teh nekih lastnih misli, ki jih identificiramo, ena taka močna mi je bila, mi je zdaj coach rekel, je rekel, how are you? In sem rekel, I am tired, ne. Se pravi, kako si, jaz sem utrujen. Je rekel, nočem več tega slišati. Zdaj naprej mi reči, počutim se utrujen. Ker jaz pa definiraš, kdo ti si. Tako da ti si, ne vem, ljubec, spoštljiv ali pa če hočeš milijonar, uspešen, karkoli, to si, počutiš pa se utrujeno, razdraženo, živčno. Zakaj? Ker jaz ostaja, ne, je pač bi rekel, vklesano v kamen, ne, identiteto formiraš s tem, medtem ko počutje pa gre pa pride. In to mi je tako, tisti dan, ko smo imeli ta coaching, sem bil pol se, ker da bi lebdel. Tako, ni važno, kaj je prišlo, jaz sem bil okej. Zdaj se počutim tako, ampak tudi na tem, kaj delaš s temi moškimi, sem ali sploh že, itak je pač še dosti mlad program, ne. Pa so te osnove za poštimati, ampak je tudi tam noter kaj v tem smislu, ali... Ja, ker je, ni samo telesna transformacija, ne? Na koncu rabiš telesno transformacijo, obnoviti energijo, rabiš začeti bolj zdravo jesti, rabiš začeti, torej moraš začeti trenirati, potem moraš to postaviti v nek organizacijski kontekst, da to laufa, da to lahko peleš, potem pa rabiš tako, potem pa rabiš disciplino postaviti, da to lahko zadeva laufa neprekinjeno, ne. In tle zraven se dotika pač eno področje, ki so pa neka čustvena stabilnost moškega, v kateri se pač iz leta v leto več govori. Čustveni moški, ne, ravno prav čustveni moški, da je pomembna komponenta, ne, moškega, stabilnega moškega. Kako pa to nagovarjaš? Mislim, to meni pride, pa ti je zdaj glih kar pojamral vse, kar ima, je pa začel trenirati, zdaj pa naslednji korak. Poleg 5-6 knjig, ki mu jih damo za prebrati. Ok, kjer je knjige? Če ni skrivnost, mislim.
Ne rabiš biznisi te poslovne skrivnosti razdajati. Mislim, Petek ljudje hoče s tabo delati, tako da tle poslovnih skrivnosti, niti si sam zapakiral neko znanje, pa ga skupaj. Tako, točno to. Knjige o medosebnih odnosih so recimo eno, če skleneva v eno skupno področje, ki imajo pa ozadje v otroštvu. To pomeni, katere stvari nas v bistvu vodijo skozi življenje, da funkcioniramo, kot funkcioniramo. Kjer je knjiga? Ko mi rekel, zakaj se jaz... recimo, midva s Tino, ko sva hodila na partnersko terapijo, v bistvu kad sem prišel prvič v stik z Gostečnikom, z doktor Gostečnikom, on ima pač svoj inštitut v Ljubljani in to so pač knjige, tudi ki jih je on napisal o čisto medosebnih odnosih, o otroštvu, ki pač potem nas tako močno zaznamuje. Ne? Kot recimo jaz kot en Klemen, mali Klemen, ki poskuša zadovoljiti mamo in potem v odrasli dobi poskuša zadovoljiti ženo in se trudi na vse načine, da bo dobil potrditev, da je okej, in počne vse in tudi za ceno, da bo sebe potlačil, sebe zanemaril, potem pa greš skozi ta uvid, skozi ta transformacijski proces, vidiš, da to ni moja naloga, da to njeno pomiritev mora vsak doseči sam pri sebi. Lahko si v oporo, lahko si v spodbudo, lahko daš ne moreš pa prehoditi stopnic namesto drugega. Tako kot ne moreš trenirati namesto drugega. Ne. Si lahko samo oseben zgled nekega zdravega življenjskega sloga in to je tudi ena izmed ključnih stvari, je, da zelo malo predavaš, zelo veliko živiš. Ne. Moraš pač enostavno živeti življenje in okolico osveščati svojim tako, ne pa z teorijo. Ne. Moji mladiči mene pač vidijo, kaj jaz počnem. In tudi sem imela s Tino zadnjič konflikt, v smislu, se te otroci nič ne vidijo. Ne. Ampak sem jaz pač dodal, da otroci vidijo fotra, ki dela, fotra, ki vztraja, fotra, ki ima vizijo, fotra, ki bo poskrbel za familijo. To vidijo otroci. Otroci pa tudi vidijo, da življenje, ki ga živimo v tem prostoru in času, je naporno, ker življenje je naporno. Včasih živimo v iluziji, da življenje mora biti lahko. Življenje je napor, tako kot je v divjini, tudi tle, ki mi živimo. In otroci vidijo, ampak vidijo pa fotra, ki zjutraj vstane ob 5 in prinese hrano na mizo. In vidijo mamo, ki jih šola, vidijo mamo, ki jih vzgaja, poskrbi za njih, skuha kosilo, in otroci, ki so obdani z ljubeznijo, otroci, ki so v varni hiši, to vidijo otroci. To, kar sva se že lansko leto pogovarjala, živimo v dobi, ko želijo pač moški biti še toliko in toliko ur z otrokom. Bolj zagovarjam ta kvaliteta kot količina, ker na koncu, kaj ti pomeni količina ur z otrokom, če si ti čustvena razvalina, če si ti skurjen moški. Če ti zadnji stojijo naloge, ki jih nisi še dolgo urnik, niti ne veš, da jih boš lahko samo zato, da boš klukso naredil, ker z mano se niso ukvarjali toliko, zdaj bom pa jaz mojemu otroku dodal. Ti moraš najprej poskrbeti za temelje, ti moraš najprej poskrbeti, da si ti stabilen, samo stabilen moški, ko pride v družinsko okolje, je lahko stabilen tam in nekaj da od sebe. Kaj pomeni, če mu otrok nekaj se hoče žogati, on pa gleda čez njega tamle, ko ima itak milijon skrbi, kaj mora se narediti. Tako da tlele je največji izziv, eden izmed, pa tako, kot sem povedal, tudi ta konflikt, ki sva ga imela, dajmo ga v kontekst dialoga v en prostor in čas. Ne? Tudi moški na koncu... Ste ga imela pred otroki ali ne? Pa toliko jih je, da se vedno kdo zraven ostane, veš. Pa sta pol tudi ga rešila pred njimi, ker meni se zdi, eni zagovarjajo tu, da ne pred otroki, ne? Ja.
Mislim, tako, Jaz po drugi strani zagovarjam, ko pride moment, se zgodi, človek si, reagiraš, moraš se vse ustavo, ne moreš zmeraj time outa klicati, ne. Ampak je fajn, da če si se pred njimi skregal, ne, ali pa prišel v konflikt, da jim pa tudi pokažeš pred njimi, kako se ta konflikt reši. Super. Točno to se strinjam. In tudi fajn je, da otroci vidijo, da je njihov oče, da ima tudi to plat, tu vse to sem jaz. Jaz sem Klemen, ki sem lahko miren, stabilen, ampak sem tudi Klemen, ki imam dovolj, ki sem prebremljen, ki sem crknen in ki ima tudi nizko toleranco. Ja, naj vedo, da nisem neka umetna figura, ki se vedno lepo pretvarjam in zmorem na vse na prijazen način. To nisem jaz. To pomeni, to ni real life. Torej jaz tam, ki pridem domov. Ja, včasih ti bom tako na prijazen način rekel, pospravil svoj Windstopper na svoje mesto. Včasih pa, kam jaz vsega dovolj rekel, zdaj pa dost. Ga primem, pa ga postavim pred obešalnik, zdaj pa takole, zdaj pa gor Windstopper. In naj vidijo, da tudi to sem jaz. Da ni tako, da je to pač, da vedno sem oči pa mami bežite v neke sobane in s tam na skrivaj pogovarjate. Ne, odrasli imajo tudi konflikte, imajo nesoglasje, imajo nestrinjanja, ampak tako kot si prej odlično povedal, na koncu je nek epilog. Ja, mora biti pred njimi. Ne? Tako, pa da je otrokom jasno, ne bomo se ločili, ampak enostavno oči in mami glede te teme gledata drugače. Imate različne poglede, je čist ok, se pa trudiva na spoštljiv način to povedati. Včasih nama uspe, včasih pa tudi nama ne uspe. In je čist ok, da vidijo neko realno sliko. Ja, ker pol se mi zdi, da če nimajo teh zgledov, ne znajo niti svojih konfliktov rešiti. On tudi ne mora kar zdaj sošolca ali pa sošolke, prijateljice prijeti, pa nekam pelati, zdaj se bova pa tle pogovorila, pa šla pa nazaj v družbo. Se mi zdi dost nenaravno. Ampak sigurno pa mogoče za kakšne pare, ki pa preveč to mogoče zganjajo, pa ne rešitev, pa je bolj, da se pomenta na samem, pa rešita, pa vse moraš pa pol vedno skomunicirati z otrokom. Se mi zdi, da najhuje, ker se pretvarjamo, da se ne razumejo, pa niso videli, kaj pa oni vejo, ne. Pa pol vidijo sam kreg, ne vidijo pa tega, ali pa vidijo sam lepo, ne vidijo krega, pa kar naenkrat stari 15 let, kao vse lepo doma, oči mami ločila se bova, ne. In pa so tam mali tako, kako, ne. Pač odkje je zdaj tu, pač, da bi dobesedno atomsko bombo vrgel noter. Otroku pa rekel, delaj se. Tako da pri nama je velik uspeh, da ko pa gre jeza preko, da enostavno si zmoreva reči, iz tega se ne bo rodilo nič dobrega, deva se samo umakniti, da se malo umiriva, pa praviloma je to ne isti večer, ampak drug dan, kdo prej spusti ta ego, ne, pa je sposoben prijeti na čovan drugega, ne, pa se potem pogovoriva, ampak fajn je tudi prepoznati moment, ko enostavno, danes te stvari ne bomo rešili, tako pa če, gremo spat. Ti greš itek pred mano. Tako, da imam končno mira, ne, tako da evo. Pa boš jutri prišel do mene. Ja. Recimo tako, primer, ne, tudi lahko... Iskreno je, kdo večkrat pride do koga? Če bi Tina bila tle, bi rekla, da pride ona, ampak jaz sem prepričan, da pridem jaz. Jaz sem prepričan, da pridem jaz, ker ne vem, mojem je tudi v moški naravi, da noče se tudi tensta predolgo, ker je življenje dragoceno. Pa velik bitk imaš že tako, nočeš še ene dodatne. Ja, to je ono, veš, kaj imaš, pol leta smo čakali na te počitnice, dajmo čim prej rešiti ta konflikt, da se bomo imeli fajn, a pa tako, 5 dni sem čakal na sobotni večer, tako da sem že vznemirjen v soboto zjutraj, da res ne bom kaj narobe povedal, pa tako, da toliko sem stavil na sobotni večer, da ga zdaj ne ogrozim, ne. In potem ono, veš, kako je v šali se razume. Tako rekel, povezava z realnostjo je zgolj ključna. A veš, da ima ženska, da ima tako konflikt, ne konflikt, da ima seznam 10 kljukic, ki jih moraš narediti, ne. Tako uspešen si 1., 2., 3., 4., 8., Klemen zdrži še malo, da ne bi klecnil pred 9, ne, ka potem v njihovem svetu ima občutek, da so se briše. Pretekle zasluge ni se zgodilo.
Od začetka gremo, tako kot igrice, veš. Game over in od starta. Level boss te je ubil in moraš iti na Točno to. začetek. ne. Naslednja sobota, nova priložnost. Naslednja sobota še. Je pa še to, zanimivo, prost, še tole, ne vem. Če recimo je vikend, recimo zdaj je čudovita pomlad zunaj in jaz pač rad kolesaram, in je zanimivo, ne, ko grem recimo, čez vikend grem na eno daljšo turco, ki traja 2 uri, 2 uri in pol, pa Tina recimo reče, kako si nam prišel nasprot, ne, če si šel za 2 uri in pol. Tina moja, v moji glavi sem imel 5-urno etapo. Jaz sem je skrajšal za 50% za voljo familije. Ne. Je pa tako zanimivo, ne. Ko jaz naredim trening zase, ko sem naredil nekaj zase, poleg hormonskega vpliva, poleg tega, kaj sem v bistvu naredil koristnega za svoje telo, ker res dobim zagon energije, ko pridem v familijo, jaz letim. Ona, ki pa še ni naredila treninga, ki še ni šla hod, ona pa ne leti. In potem je tisto, konflikt takoj za vogalom in bi recimo konkretno je stvar komunikacije, pa da rečeva, lej, oba dva si želiva gibati, tebi to veliko pomeni, meni to veliko pomeni, ta del bova naredila ločeno, dejva potem v sklopu organizacije, zelo pomembna stvar, ker moški naredijo velikokrat napako je, da rečejo ženi, zdaj ura 8:30 zjutraj, jaz grem pa ob 9 na kolo. To jo sezuje. Če pa vemo že prej, najboljši tedenski urnik, da so stvari definirane, lahko potem kaj več rečemo, ampak da ona ve v petek zvečer, jaz imam nameniti med 11 in 13 na kolo. Potem pa jaz njej to povem, pa jo vprašam, kdaj pa ti želiš nekaj zase narediti. In če ona takrat vsaj približno taki produktivni energiji bo rekla, veš kaj, daj ti 5 najprej pomešla potem. In ona ve, da ko bom jaz šel in je večja verjetnost, da bom jo dala blagoslov, da grem na kolo, namesto, a res moraš spet iti, sama sem za vse, še za vikend moraš nekam iti. Tako da tlej ta umetnost sodelovanja, da tudi ona ve, kdaj bo ona dobila tisti svoje 2-3 ure za stvari, ki njej veliko pomenijo. Ne? Ampak tlej je ključen ta element organizacije, komunikacije in sodelovanja, ne pa tekmovanja. To si dobro povedal, tekmovanja. Kdo več deleži, 60, 40, 50, 50. Jaz sem to, ne. Kdo večkrat pride k drugo, smo že nekaj bo gledala tu, je že potencijalno. Ampak malo moramo tako zapeljati, da je zanimivo. Ne. Ampak to je realnost. Ja. Zakaj pa misliš, da tekmujemo s partnerjem, s partnerko? Kaj je? Veš, kaj prej si to dobro načel, ne, tle sem pozabil točno ime gostje, ker jih je veliko in tako naprej, ampak je bila ta debata, imam pa njeno sliko v glavi. Da, ko se pogovarjaš z ljudmi, ne, je dobro jih mogoče včasih vprašati ali pa oceniti, če imaš to zmožnost, s kom se zdaj pogovarjaš. Ne. A z otrokom v njih, a z odraslim, rečemo, ne, če sam ta dva ločiš. Ker ko se z otrokom, se veš pač tam, ne moreš prav dolgo pa racionalno pogovarjati. Ne? In je bilo tu neka samorefleksija za vsazga, ne? Da bi pri sebi malo ocenil. Ali pa da pustiš partnerju, da dejansko ti reče, zdaj le pa 4 leta stara punčka, da je vas zdaj zaključiti, pa ko bo prišla odrasla Urša nazaj, ne? Ali pa odrasel Jernej, bova pa nadaljevala. Ne? Se 4-letniki pogovarjajo ali pa 10-letniki, ker vsak sam svoje tišči, ker kot otrok si sebičen, pač tako je. Hoče zadovoljiti svoje potrebe in si najbolj ljubeče bitje na svetu, ko si, ampak ko pa nekaj hočeš, pa boš najbolj sebično bitje. In tu se dogaja zelo, zelo hitro, ker sem glih včeraj stajam debato. Sem rekel, pa zakaj tu počneš? Hoče, ne vem, sam tu kar pride in jaz moram narediti. Štekam, pač. Lej, sej vem, da ni, pa nočem, ampak ker pride pač, jaz to moram speljati. Tako da kaj bi, ali pa mogoče boljše vprašanje, kar odkje tu pride, ker nima niti toliko veze.
Kakšno škodo dela v partnerskih, romantičnih odnosih, da drug z drugim tekmujemo? Sej odgovor sam po sebi je dosti logičen, ampak mogoče iz izkušenj pogovarjanja zdaj tudi z več moškimi imaš vpoglede v več vez. Tekmovalnost, ja, je v nas. To poteka, to je v bistvu od rojstva naprej. In je to nekaj, kar je čist ok, to ni nekaj, kar je slabo po defaultu. Zdaj pa, kot v partnerskem odnosu, seveda si oba dva poskušate izboriti najboljše pogoje za sebe. Kljub temu, da smo partnerja, sva hkrati v odnosu, ko želiva čim več zase, čim več stvari, ki nama veliko ki meni ali pa njej veliko pomenijo. Ampak tukaj je ključen moment je, ne moje več vredno, tvoje manj vredno, ampak ključen moment je, deva si pomagati to uresničiti. Deva, ti mi povej, kaj si ti želiš letos doživeti, ti kot ti, mi dva, kaj želiva doživeti, pa mi kot familija, daj ti na papir, daj bom dal jaz svoje na papir, primerjava to vizijo, pa daj potem to uskladiti, bodo kompromisi, to ni tako, da zdaj mora biti pa 80-30, le gre za sodelovanje. In da potem enostavno to vizijo uskladiva in tle se rodi vrhunec vseh vrhuncev, ko midva sodelujeva. Ampak je mogoče samo skozi jasno izraženo vizijo, kaj želim doživeti. Kako naj moj dan poteka, kako naj moj teden poteka, mesec, leto, kaj želim doživeti in da potem si pomagava to uresničiti, zato je namen. In še vedno je čisto ok, da bo prišla do sklepa, da določene stvari bo počela pač ločeno. Ampak mora pa biti to jasno izraženo in potem verjamem, da hkrati smo tekmovalni, želimo čim boljše pogoje, recimo ne vem, če jaz rad sem več na morju, ona rada smuča, bom prišel nasprot in ona bo meni prišla nasprot, če hočeva, da skupaj ostaneva. Ali pa bom trmasto vztrajal, pa bom hodil sem na morje, bom pa zgubil. In če mi je dovolj pomembna, bom seveda prišel nasprot. Ampak tle moramo, kot sem rekel, sodelovati, da si pomagamo te stvari uresničiti drugemu, ne? Namesto, da bi nagajali drugemu, kar nehote počnemo. No? Kako pa ti otroci mečejo opico ta vajen program, ki si ga naredite? V to vizijo, kaj bi ti rad dosegel, kaj bi ona, kaj bi vedva in pol za družino. Pomaš pa tam 7 ljudi, ki hoče svoje potrebe zadovoljevati. Še dobro, da imamo večinski delež odločanja tega. Je pa tako, no, zelo pomembno se mi zdi, da so otroci vključeni, da se oni tudi naučijo, da življenje je stvar pogajanj. In kako jih vključite? Vključimo jih tako, da oni povedo, recimo za naše izlete, oni povedo konkretne predloge, kam pa naj gremo. Pa da oni povedo, katere počitnice se jim ostalo v najlepšem spominu, kam bi oni šli na morje. In potem, ko imamo te različne fronte, treba na koncu, ne moreš iti na 7 krajev, na 9 krajev, ne gre, moraš si izbrati nekaj. A pa recimo to imamo lahko na dnevnem nivoju, pač mi imamo tako navado, da enkrat na teden pogledamo eno risanko oziroma en film in ker se med sabo itak ne morejo zmeniti, kaj bi gledali, ker je praktično nemogoče, je rešitev ta, da pač vsak teden eden izbere. Ostali imajo pa možnost se odločiti, ali bodo gledali stvar, ki si jo želijo ali pa ne želijo, ali ne. Ampak oni ima ta teden možnost izbrati in ostali se ne zapletajo v to. Kaj pa 2-letnica tudi že, ali ne? Jaz se odločam v njenem imenu, jaz imam tako, imam 2 glasova, tako da je. Ampak ja, zelo pomembno so vključeni. Zakaj nima ti na 2? Pa ja, zakaj nima, to je stvar diskusije. Vse po mojem, pa na kakšnem drugem področju, se na koncu zgliha. Vse vem. Kom rekel, nisi se mogel upreti, skušnjavi. Ne, pač prej si umenil enakopravnost. Kom rekel, kaj se meni zdi, da boš ti imel tvoj sobotni večer, bo očitno fejs drugačen kot moj. Zakaj? Ker mene si spravil v ta položaj, da bo ona tole. Medtem ko ti si drug pol izpostavil.
Ja, lej. Tako da v glavnem Ja. zelo zanimivo je, oziroma zelo koristno, da To so otroci... sam testi za vajno vezo. Tako, hvala, ker skrbiš. Je nekaj. Gleda, tako bom rekel, nimaš drugih testov. Si moramo pomagati med sabo. Ne? Ja, da imajo otroci pomembna stvar, občutek, da so slišani. Tudi če ne bo moj predlog sprejet, lahko sem ga izrazil. Jaz si pa želim iti letos na morje tja, ker mi je bilo lani fajn, tako kot mi je bilo fajn. In tudi če letos ne bomo šli tja, še vedno lahko sem to povedala, lahko sem to povedal. Potem pa itak glede na vse celoto, tudi njim razložim, zaradi tega in tega smo se danes odločili, da gremo tja in tja. Na koncu morata starša prevzeti odgovornost, kontrolo in sprejeti odločitev za celotno pleme, ne samo za tako, kaj bi posameznik hotel. Ne. Spet tudi na nivoju družine pridemo na širši pogled. Ne. Ali gledamo na posamezno drevo, ali gledamo na gozd. Nekdo, ki vidi malo širšo sliko, sej mi bi šli letos lahko potovati po svetu, ampak potem pač bomo brez hrane, bomo brez tega. Nekdo mora gledati malo širše, koliko še tega dati, koliko pa rečemo, za letos bo dovolj. Zakaj? Bomo raje izbrali to pa to, ker nam je to pa to bolj pomemben, kot je drugega. Srednjeročna stabilnost nam je bolj pomembna kot kratkoročni užitek. Da tradamo, pa si rečemo, temu rečemo ne, da bomo temu rekli, Da bo oči imel MX5. 2035, ne prej. Ja. Imamo vizijo. Okay. Tako da gremo tja, vrčujemo proti tja, dajemo tistih 125 na mesec na stran, v tisto kovertico. Aha. In na koncu bomo vzeli. In bomo šli v Nemčijo, lahko bo šel zraven, pa bo lepo uvozila eno bordo rdečo in to je to. Ajde. Mislim, jaz sem tudi Mazda, sem imel že 6. Pa smo mogli malo večjega kupiti, se veš, ko pride počas večje familije. Rabiš večji prtlažnik. The best. Z veseljem boš šel zraven, če me boš vzel 2,35. Prav. Ja, za 2 osebi, ne? Ja. To je to, panoramske ceste. Po stranskih cestah. Tako. Nas je brez vinjete. Garmin včasih pelil, ne? Še to. Bližnica, veš, pa. Cool. Ok, se pravi, začneš osnove, trening, prehrana, spanje, polej čustveno in kaj se še kaj dogaja? Mislim, kaj imaš tam tudi uživo srečanja, samo online srečanja v tem programu Boljši fotor? V tem programu, ki ga vodim za, da temu reč, moške 35 plus, je izveden na online platformi. No. To pomeni, da poteka na ta način in da se postavijo neki zdravi temelji, kot sem prej govorila. Osnove, na katerih lahko gradiš. Kako je velika ta skupnost zdaj, če ni skrivnost? Gradi se. Tako da je pa tudi, tako bom rekel, samo kar velik izziv, ker moške treba poiskati. Treba poiskati moške, ki so vključeni, ne tisti, ki jih zanima, ali je Manchester City zmagal zvečer ali ne. Rabiš tiste, ki so vključeni v familijo, ki jih skrbi za familijo, ki doprinašajo. In tudi na socialnih omrežjih so različno aktivni. Predvsem so bolj iz ozadja, pomeni spremljajo, ne komentirajo. Medtem ko ženske nimajo težave s komentiranjem, z izražanjem. Pa tudi v bistvu mamice, mamice so v bistvu posrednice, kar je en poseben izziv. Jaz težko pridem neposredno od teh moških, ker so vmes mamice, ki rečejo, tam pa je Klemenjak še, ki spet vprašanje, kako zapakirajo. Ne v smislu, postani tak, kot je on, poglej ideal, hočem, da greš tja, tak bi ti mogel biti, ne? Ampak v smislu, tam je nekdo, ki nekaj govori, ki se mi zdi koristnega, pa mogoče boš lahko nekaj dobrega odnesel, pa ti se boš ti boš počutil, pa verjamem, da bomo mi kot familija boš funkcionirala. Jake spremlja, res. On ima prav isto ta način. On prav objavlja tako story. Ženske, če želite imeti ob sebi elite masculine man, sign them up for my program. Malo sam leti loter,
Pa so pa tudi tam, kjer je napredek, pa objavljajo hvaležnosti. Tako da kar direktno povej. Tu je moj pač od njega vidim, da pali. Pač. Tako da mislim, da tle ne bo nič drugače. Je pa res, da znamo mi, rabimo več povabil, ne. Moški. Definitivno. Drži. Ker je ego zadaj, pač ti trpeli. Že toliko se trudim, ne. Že toliko dajem. Zdaj bi pa rada, da grem še en program delati. Pa jaz dihati ne morem. Kje da bom delal ta program? Ampak spet se vračamo na začetek, mogoče pa postavljen sistem, ki ga moški ima, postavljen sistem, ki ga družina ima, mogoče treba pa to razgraditi, poenostaviti in potem pa se sprostila energija še za kaj drugega. Jaz sem tega ne vidiš, ker si v jarko. Ne. Drži. Ja. Ampak je dolgo zaradi tega, sem te tudi povabil še enkrat, ne, ker se mi zdi, da ta zadeva je nujna, potrebna. Vse veš, na koncu iz podcasta ven se da veliko klipov zrezati in ti je tu pač material, ki definitivno moški rabimo to. Ne. Premalo tudi, ne vem, koliko ti vidiš je po eni strani. Meni včasih se mi zdi, da nimamo nekih, ali pa ne najdemo, ali pa si ne ustvarimo. Te, ki smo taki, ko si rekel, ta skupina, ne, da bi imel neko tam 3, 4, 2 frende, take moške, ki bi rekel, ajde, da mi se pa enkrat na teden se dobimo, zakurimo ogenček, pa malo debata, stari, kaj si kaj čez teden, razumeš, kako si zares, kje ti ne štima, kaj še imaš plane, ok, da naslednji teden, ki se dobimo, se lahko malo preverimo, a si kaj naredil, ali si še vedno ne. Pusi, pa tam čakaš neki, pa nisi še niti šel, praviš, da šel v fitness, pa niti se ne greš upisati, ne, kdaj boš šel, ne. Ja, odlična ideja, ker samo moški lahko zares razume moškega, kot samo ženska lahko zares razume žensko. In moški v teh skupinah, tisti moški, ki si dovolijo spregovoriti, pa da reče, lej, izčrpan sem. Oziroma, počutim se, ne, če govorijo o tem, kar si na začetku omenil. Razočaran sem. Enostavno občutek imam, da me ne ceni žena. Občutek imam, da sem preobremenjen. Občutek imam, da imam tako breme na hrbtu, ki ga moram nositi toliko časa in ne vem, če bom še zdržal. Ne, skrbi me, da se mi ne bo odpeljal. In nočem, da se mi odpelje. Ne. In ravno to je to zagotovo eno polje, kjer da moški med sabo vemo, da pač imamo podobne izzive, da si dovolj varen prostor, kjer lahko tako, to rečeš, da si dovolj biti ranljivi. Včasih rabiš sam reči na glas, pa je že rečeš, čutek imam, da me nič ne cen. Pa je že to rečeš, si tako res je olajšanje. Itak da me, poglej zdaj cel teden. Je naredila to, se rabim s tem ukvarjati z unim, tretjim, ne, ok. Pač. Tudi tako me lahko ceni, tudi če mi ne vedno pove v obraz. Tako da ena koristna stvar, ena skupnost moških, ki tam lahko spregovorijo o svojem stanju, pa o svojih izzivih, željah, ciljih in tako naprej. Pa tudi si podelimo morebiti nekakšne rešitve. Osnova pa je, da so slišani. Ne? Slišani način, kot so moški, lahko sliš moškega. Ker, kot sem povedal, katerakoli izjava v partnerskem odnosu lahko prebudi neke zveri iz podzemlja, ne? Ki pridejo pol ven. Neke otroške, karkoli pač recimo, otroške, tekom odraščanja, ki se ti je zgodilo, neke odločitve, neke stvari, ki nočeš, da se dogajajo. Pa se, Ker recimo prideš domov pa rečeš, lej, tako se počutam, ne, pa lahko hitro na drugi strani. Kaj pa jaz, ne? Sploh te v bistvu ne slišijo, ne, na drugi strani. Ali pa vedno samo te, vedno si ti v središču pozornosti, ne? Sam s tabo se moramo ukvarjati, ne? Tako da velikokrat v bistvu jaz to zdaj... Cel dan razmišlja, njega doma. Zdaj prije domov, zdaj spet o njemu. Ona se je cel dan s tabo ukvarjala. Drži. Tako da na tem, kar sem vprašal na začetku, mogoče sem še največ v tem letu naredil na področju, da poskušam poslušati več. Tudi pri svojem delu s strankami 1 na 1, pa tudi tako
da jih sam poslušam. Ker tako je v ozadju mi pride ona ideja, da bi dal to na svet, ta na svet, drug na svet, da bi takoj vmes posežem in se zgodi, da oseba na drugi strani izgubi sploh rdečo nit, kaj je hotela povedati. Torej vmes ti njemu, ona te nekaj govorijo, prekineš, odgovori na tvoje podvprašanje, pa potem se poskuša vrniti nazaj, pa začne spet, pa zopet porežeš in res se trudim tlele več poslušati. No. Tako doma, kot pri otrocih, pa tudi pri svojem delu. Da je že dovolj, spet to. Jaz kot Klemen sem dovolj, da sem poslušam. Ne, da mora biti spet eden pameten tamle, ki bom delil na svete s tem svojim poslušalcem, ampak enostavno, da poslušam, pa mogoče bolj, da postavljam dobro vprašanja, kot pa da talam pametne odgovore. Ja. To dela razliko. Se ljudje počutijo slišane. Pa da je en izraz je, da jih rekreiraš. Se pravi, da ko oni nehajo govoriti na nek način, z njihovimi besedami malo povzameš, da vidijo, da si jih res slišal. Da nisi sam čakal, ker ponovadi imamo sam to, zdaj Klemen nekaj govori in jaz sem tle in dej že nekaj, da ti zdaj lahko nekaj rečem nazaj, razumeš, da ti pokažem, kako sem tudi jaz, super cool. Saj to se hitro dogaja, sploh v takem sproščenem pogovoru, ker pozabiš, da so kamere, mikrofoni in tako naprej. In rečemo, verjetno ista debata bi bila, če bi se zdaj o Bognu pogovarjala, ne bi bilo veliko drugačno. In čudežni stavek na koncu je, ali sem te prav razumel, ko narediš nek povzetek. Ali sem te prav razumel. In potem ona da feedback, ali je, ali ne, ali je drugače miselna in tako naprej. Ja, to je v bistvu zelo dragocena stvar. No. Na svet za vsak pogovor. Drži. Če sem te prav razumel, Ja. Okay. Pa veš? Cool, meni so všeč, ki prije do tega momenta. Kaj pa je tvoja vizija čez 5 let? No, za 2035 vemo, boš kupil Mazdo MX-5. Ja, izpade na koncu materialistično tole. Ampak tudi to je sestavni del mojega življenja, so materialne stvari. Ja, zakaj ne? In točno to. Moj cilj za... Drugo bi bilo, če bi se medva zdaj pogovarjala samo o avtih in zdaj bi se še v enem avtu. Razumeš kaj? Tako. Zakaj se, mogoče preden poveš 5 let, ki si rekel, izpade ful materialistično. Zakaj to reči? Še tega je dosko, ne? Kaj so tvoji cilji? Mercedes S-klasa. Materialistično. Zakaj? Pa sej ni, da ne vem, da je moja žena nezadovoljna, da so otroci celi razcapani, da ne vem, delam kokain tam po ulici, razumeš karkoli, ne? Veš, da bi se mogel biti, materialist. Pač, kaj pa živim v kartonu, ali kaj? Moj odgovor je, da še nisem 100% pomirjen s tem. Okay. Ker če bi bil, bi povedal, tukaj sem in tak sem. In nekaj, kar še ni dozorelo na ta način. No. Dobro. Ker drugače ti ne rabiš nobenemu polagati nobenih računov. Enostavno, to je moj pogled na svet, te stvari so meni pomembne, to so moje vrednote, materialne stvari želim te pa te doseči in tja grem. In bom prišel tja. Še kaj je dobra stvar. Sem zdaj coachem mogel, sta rekla, naredi 15-minutno prezentacijo, kje boš tvoja vizija za 5 let. Sprav. In je ful dobra vaja. Da si praviš najprej napisati vse, zdaj pa tu še v PowerPoint, da je pa slikice zraven. Z tega, da imaš res pred očmi. Ja, pred očmi. Ne. In valjda noter daš vrednote, daš, pa počas moraš, ko pride, recimo pri meni za live, so merljivi cilji. Če ni merljivih ciljev, prvo prezentacijo, ki sem naredil, je bila taka, dosti konceptualna. Tako bi rekel, lepa za slišati, za večino, ampak
ki te pa nekdo coacha v biznisu in tako zraven tudi osebnostno raščeš, je pa rekla, mi coachinja je, kako naj te jaz pri tem podpiram. Kako bom jaz vedela, da si ti na poti, kako bomo merili to. Te noter specifične stvari. Ne? Recimo, tako, ko imaš ti MX5, to je merljivo. 2,35, če greš kupiti, vemo, si pač neki delov, kot si zastavil, in če ne, ok, lahko pogledamo, kaj je manjkalo, kje smo na poti, nismo. Verjetno pač neko ceno veš, tako da čez 3-4 leta bomo videli, koliko imaš na strani in boš točno vedel, ali si na poti ali nisi na poti. Ampak je dobro, zakaj pa nisi pomeren, kaj je tisto, kar te... Ravnotežje iščem, koliko zase, koliko za nas. To je tisto. Koliko še daš, da nafutraš klemna, koliko pa treba, da nafutraš družino. To je to ravnotežje, ki se okay. Razumem. Ker recimo... Zakaj pa imaš to tako, slišiš tako, da imaš strogo ločeno? Kada, če zadovoljiš sebe, ne moreš družine, in če družino, ne moreš sebe. Ampak v osnovi, ko postavljaš kategorije, moraš... Tako, veš, absolutno se zdi. Ali boš poskrbel sam za družino, pa klemen strada, ali pa sam za klemna, pa družina strada. Mislim, da je tako reči, da mogoče je kompromis, ker sem vpet, pa odgovoren v vse te fronte, je Mazda MX-5 super kompromis, da nisem na BMW-ju Z4. Pa rečem, ajde, pa tako. Pa čeprav tudi, če bi imel možnost, mi je trenutno. Pa lahko dam na poti do 2035 ugotovo, da mogoče mi ta cilj ni več tako privlačen, pa on kaj drugega naredil, Ker na koncu itak pot do cilja je vedno bila in najverjetneje vedno bo bolj izpolnjujoča, kot polka se bo pa ti usedla v tisto avto in se pelala iz Nemčije dol. Pa ja, definitivno, vse tako je skoraj pa vseh stvareh. Zdaj sam še to, pa dosežeš, pa 2 dni je cool, ne. Pa pride te ena praznina, neka pa zdaj. Ker če nimaš naprej postavljenega, ne. Ali pa če ni ta, veš, pa spet gledaš, zakaj ga kupiš, ne. Karkoli, ne. Zakaj to počneš, ali pa zakaj si kupil, ne. In če je to bilo zato, da sem jaz zdaj potešil nekega otročka vseb, ne bo po 2 dni boring, tako kaj otroku igrača po 2 dnevih bolj kot ne dolgočasna, če jih ima res veliko na izbiro. Če pa boš to predrugačil, to je moje orodje, zaradi tega pa, ne vem, vidim, da jaz pridem z več energije na trening, ali pa, veš, ki sem si Mazdo 6 kupil, ki je bila pač eden od mojih sanjskih avtov, vsakič, ko sem se not usedel, mi je bilo tako, alright. In sem se pelal domov iz kakšne delavnice, lepo v tem, tako, pač mi je bilo, sir, yes, sir, ne, pač, very nice, ne. Pač bolj v tem smislu, da ti izpolne nekaj, se mi zdi, da tu je pomembno. Če ne pa hitro prije do unga, tu bi imel, zato se mi zdi, da če impresionira na ven, pol za hitro zamre. Če impresionira na not, je pač... Drži. Ja, ne. Tako, levo, vidiš, zdaj imava naslednjo leto, ne, čez 1 leto, ne. Ene par sem si rekel, da bi jih rad ponavljal, ne. Da naslednjo leto priješ in poveš brez, da rečeš, to je materialistično. Kar je cool development cilj, ne. Glavna vizija za čez 5 let. Mora biti po kategorijah, pri meni se stvari ločijo. Seveda. Na mojem osebnem področju je tako, neki so poslovni cilji, torej ta coaching, ki se ga grem, se pravi moški 35 plus, da ta zadeva res v 5 letih pride do točke, ko se lahko odločam, koliko bom še delal core biznisa in koliko tega. Ker moja tako vizija je, da pač, svoboda, profit, nekaj imeti od tega in impact, ta trojček, no. Freedom, impact, pa profit, za to se gre. In tako da v bistvu potem, ker kaj češ lepšega, kot da življenje peleš na način, kot ga hočeš pelati. To je največji uspeh. Največji uspeh za mene je, da lahko življenje peleš na način, kot ga hočeš pelati.
In tle ni prav ali pa narobe, ker uspeh za tebe je drugače kot za mene. In če bo, res želim, da mi to uspe, no. Da potem se lahko odločiš v polnosti, kako in kaj boš pelal naprej. Tako da se pravi, ta coaching, tale online zgodba, to je ena stvar. Druga stvar so prihranki, toliko in toliko tisoč evrov prihrankov, ker več kot je prihrankov, govorimo, sem odgovoren za 9-člansko familijo, večje imamo možnosti, več je svobode. Tako da imam toliko in toliko na mesec, krat toliko, poznamo matematiko, toliko prihrankov in potem, tudi če se bomo odločili, da pač hiše ne bomo gradili, bomo imeli pa možnosti za kaj drugega. Ampak važno je, da imamo možnosti. To na telesnem področju pač hočemo stati v formi na način, da pač podpiramo dolgoživost. Poskušam gledati že zdaj naprej, ker se učim iz strank, ki jih imam. Jaz imam stranke v core biznisu stare od 16 let do 95. Pomeni, vidim, s katerimi izzivi se soočajo, vidim, kaj se zgodi po 50 letu, kako sposobnosti padajo. Mi je zelo pomembno tale pač, da ostajam močen, da ostajam vzdržljiv. Koliko močen, ne vem, če je uporabna vrednost, štoprce pa tehnica ne lažeta. Ne? Tako da imam neko maksimalno porabo kisika na 50 plus mililitrov na kilogram telesne teže, ne? Pa da še vedno lahko dvignem svojo lastno telesno težo ali iz počepa ali iz pull-upov in tako naprej. Predvsem pa en cilj, ki mi je zelo na telesnem področju blizu, življenje brez ali z malo bolečin. To pomeni tudi treniram v tej smeri, da ne šlatam meja, ker bolj kot si blizu, še posebej, če si ranjen si pa lahko zaradi pomanjkanja energije pa zunanjih okoliščin, večja verjetnost, da bo nekje počel. Tako da jaz dejansko mi je, tudi ker recimo grem treniram na 80% stare slave in mi je super. Sprav več, če manj držiš isti. Držim, to mi je cilj držati in se predstavljati pacu skozi leta, ki bodo sledila. Sprav rečemo, če deadlift dviguješ 100 kg, ga 100 kg držiš in ne greš gor dol. Tako. Poskušam držati in hkrati se zavedam, da če zdaj dvignem 100 kg, da bo to še vedno dovolj, da ko bom star 80, da bom lahko poskrbel sam zase. V tej smeri. No. Okay. Se pa zavedam, da zdaj, ko dvigujem 100, bom potem najverjetneje 80, 70, 60, ampak še vedno bo dovolj. Ne? Recimo predstavljaj si izziv, ko si star 80 let, pa hočeš iti pač po stopnicah. Ja, če hočeš iti po stopnicah, pa 80-ih, moraš zdaj iti po stopnicah za 2x20 kg v roki, ne? Ker bo prišlo do decline sposobnosti. Ne? To pomeni, da zdaj moraš toliko, mi temu rečemo, na rezervo. Ne? Ampak jaz sebe predpostavljam, da sem prišel do enega nivoja, ki je zadovoljiv. Moj cilj je to ohranjati in bo dovolj dober. No? Bravo. To pa nisem pomislil. Ja. In je takole, pač, da se res tale moč pa vzdržljivost, kot sem rekel, to je na nekem tedenskem nivoju, da se te stvari poštimajo, da to držim. No? Da sem jaz pomerjan, da sem jaz to okej s tem. Okay. To je recimo, kar se treninga tiče, prehrana, spanje, te stvari, ki se držijo. Potem pa recimo v partnerskem odnosu drživa te najine zmenke, drživa najino obletnico, enkrat na leto greva nekam. To so te rituali, pa kot familija za 5 let pa isto pač. Nam je morje zelo veliko pomen, da pač imamo enkrat na teden nek družinski izlet, pa da imamo 14 dni more na leto. Lahko, da bo kdaj več, lahko, da bo manj, ampak enostavno, da imamo en orientir, k temu stremimo. No. Okay. To je v neki taki takoli. Pa predvsem jaz normalno želim kot človek pač pridobivati nove veščine, napredovati. Ampak stvari, torej deloma so, kar večina je merljiva, ne? Ali greš s familijo na izlet, ali ne greš, ali greš na morje, ali ne greš, ali dvigneš tok, ali ne dvigneš tok, ali spiš tok, ali ne spiš, ura ne laže. Nekatere stvari pa so tako malo bolj propustne, kar je to čisto ok. Ja.
To je ena najprej hvala, da si podelil, zraven pa že milijon, idej. Ker smo tle, a ne, bi ti mogoče dal, da si daš še, da za vsako to področje, kako se želiš takrat počutiti na tem področju čez 5 let. Se pravi, kakšen Klemen, ne vem. Ker se čez 5 let zjutraj zbudim, sem tak pa tak. Ker grem delat, sem tak pa tak, a ne. Ker sem doma, sem tak pa tak. Ker me ni v neki skupini ljudje bi recimo to pa to rekli o meni, a ne. Sprav, da še bolj definiraš, a ne. Meni je tu pomagalo res, ker sem zdaj tu delal, lahko ti jo pošljem mojo. Boš videl, sicer je tako very high stakes, ampak ja, jaz sem tako go big or try again. Pač druge ni. To pa mogoče za, ki si rekel 35 let plus moški, da še malo podefiniraš. Tu mi je pa Žan, moj osebni trener, recimo on je rekel, jaz sem coach za izgubo 5 do 10 kilogramov za ljudi, ki nimajo veliko časa. Ker pomeni ful, a ne, fokusirano koga targetira. A ne. Se pravi, mogoče ti isto 35 let plus za moške, da ves content delaš prav za te, se zraven se bojo še drugi lepili, pa tako drugačne, ampak da se skozi pogovarjaš s tem avatarjem, to idealno stranko, ki se si že veliko povedal, nima časa, vozička, tako ne. Samo mogoče, ko omeniš reči, sem tako za moške 35 plus, ne, pač tega je veliko, ne. Tega je veliko. Za fotre 35 let plus, ki mislijo, da že vse in ne morajo več, da jim pokažem, da lahko še več. Mislim, da lahko. Dosti boljš, ja, bolj mirno, bolj usklajeno. In da veš, da dejansko boš pomagal pri rejtingu ločitev, a ne, v Sloveniji imamo bolan visok procent, 30 do 40%, mislim, je poročenih. Neporočenih pa sploh ne moreš slediti. Ne. Tako da dejansko boš le tudi pri tej pomagal. Tako da hvala. Še verjetno v teh poročenih je spet, ne, eni ki ustrajajo zaradi različnih razlogov, ne, Ja, pa bi eni lahko so- šli narazen. Ja, eni, ki bi mogli iti, Ja, pa grejo unike, pa bi bilo, ampak lej, vsak zase ve. Ampak statistika je slaba. Sem pa živel v mestu v Esbjergu, ne, na Danskem. Nisem šel preverjati, ampak tako so mi domačini rekli, da tam je statistika ločljivosti 90%. Ker je obmorsko mesto, pa je veliko mornarjev. Tako so mi povedali. Tako da. Tu je pa že kar tako, ne. 90% šans je, lej, Klemen, če se boš poročil, se boš ločil. In tako bi se šel v to Neugodno. igro, ne. neugodno. Še posebej za kazino, ne. Ok, cool. Ne vem dejansko, kaj bi tako te še ekstra nekaj vprašal. Sej, kdor te želi spoznati, si že 1 leto nazaj veliko povedal. A ne? Tako da, pejte si pogledat podcast od lani. Če hočete bolj družinsko življenje spoznati, tam smo več o tem povedal. A ne? V glavnem pa še kakšen mladič, no mogoče to je, mislim, sta še odprta ali sta zaključila? Ali lahko pa ne poveš? Kukrče. Jaz sem zaključil. Okay. Če si prej govoril. Za njo ne bom povedal, Povedamo za Tino. Tina je Ja. rekla, da razumsko, zdaj prenašam žensko informacijo. Ne? Ja. Razumsko je jasno, da je dovolj, ker se zaveda obremenitev, zaveda se na eni strani, kot se jaz zavedam, kako izjemno delo je ona opravila. V 15 letih število neprespanih noči, število skrbi, število fizičnega dela, mentalnega dela za te mladiče. Razumsko se zaveda, da bi bilo res nespametno iti, ne čuti pa tega notranjega glasu, da je dovolj. Ženske pravijo, mamice pravijo, da ene to začutijo, ene ne, kot sem rekel, samo ženska. Mamica lahko razume mamico, ene sploh ne čutijo poklicanosti, da bi bile mame. Tina tega ne čuti,
pravi, da neke duše krožijo gor, jaz si pa rečem, očitno iz nekje drugje so neke opozorilne table za gradbišče in preusmerjajo k nam nazaj. Moram iz neke table postaviti, da jih preusmerim kam drugam. Recimo, ne? Ti si na poti tja do številke 4, ne? Počas. Tako da, ja, to je ta zgodba, no. Ponavljam, kombi je poln, že tako je bilo treba sovoznikov sedež preurediti. To se bila prva misel, ne? Tako. Je pa res, da veš, kako je Tina spretna, to je, tako kot sem povedal, to so nove ideje. Že gleda 11 sedežnik, 11 to. Sem rekel, to je pa fejst nevarna stvar, ker temu se reče že manifestacija je že v to smer, ne? Tako da treba biti fejst previden, no. Mogoče čez 5 let pa... Je pa že tako, ne, če gledam, kako se prej pogovarja, ko mi rekel, da gledaš preko prvega hriba, ko bo moja najmlajša stara 18 let, bi jaz znal biti blizu 60. Pa če zdaj gledaš malo čez, si pa tudi rečeš, dal sem gene naprej, otroke smo spravili gor, mogoče pa takrat res en super zlato obdobje, da zopet midva doživiva nekatere druge stvari, ne? Odvisno, zakaj je ona poklicana, ne? Odvisno. Pri 60-ih bova zdaj nazaj gledala. Ampak ma ja, super, hvala. Z veseljem. Da na nek način tudi vzor, ne, da se da tudi v teh časih kapitalističnih, takih, se prej so bili pa drugačni, pa so bile druge grožnje, zdaj so take, pol so, zmeram je neki, ne, zmer lahko najdeš razlog, zakaj ne. To bi še dodal, ne, da je na koncu imaš 2 vrsti obžalovanj, ne, tako bom rekel, ne 2 vrsti. 2 vrsti na koncu, ali imaš obremenitev, bo rekla, ne? Ali pa ali imaš si pod težo na eni strani obžalovan, ker nisi nečesa se lotil, ali pa imaš zaradi obremenitev, ki so bile potrebne, da si zasledoval svoje cilje. No? Okay. Zdaj, ki si že tu načel tako vprašanje, star si 90 let ali pa 110, dolgoživost 130, ne? Tako. Čez 15 minut boš tvoje telo odnehalo zavedno, si podpišeš življenje ali ne? Da kaj? Ja, če si podpišeš svoj life, ali so gor, rečeva, moče boljše vprašanje še tako, če bi zdajle čez 15 minut, ne, bi lahko šel miren, ali imaš še ful točk, zaradi katerih obžalovano. V tem smislu. Sem že razmišljal o tem in če bi ta trenutek pri svojih 41 letih, če bi umrl, bi bil zadovoljen s svojim življenjem. Pomerjen s svojim življenjem, tudi če bi ta trenutek šel. Nočem iti, ker življenje je lepo, nočem nehati živeti, ker je svet poln priložnosti. Ampak če bi ta trenutek šel, ali pa če bi ta trenutek mogel dati življenje za svojega otroka, da ga rešim, bi ga dal. Saj bolj kot to, če bi, me zanima tisto, kar si rekel prej, a bi šel miren, ali imaš še ful listo stvari, za katere obžaluješ, ne? Ker si da imaš to eno življenje, ne? In da ga živiš z obžalovanji, je neka najtežja stvar, ker sam se breme gor daš, dodaten stres, ki ga načeloma že ne rabiš dajati. Zato pa mi je tudi ta projekt, ki se ga grem, ne, ta online projekt me je dal iz cone udobja in stvari, ki te dajo iz cone udobja, stvari, ki te, kom rekel, bolj kot te dajo iz cone udobja, bolj so ta prave, ne, in enostavno me je zopet ponesel, mi je zopet dal nek nov zagon iz neke rutine, previdljive rutine, jaz sem pač 20 let oseben trener in pride do rutine in mi je res dalo nek nov zagon, da ne bom na koncu tako bom rekel, da ne bom na koncu imel obžalovan, da se tega nisem lotil, ne? Ja. Ampak da sem enostavno
Ideja je bila, pa nisem stala. Tako, in da sem se tega lotil in ostalo prepuščam. Jaz bom dal, tako kot vedno dam, vse od sebe. In prav dobro je dovolj dobro. In pri tem sem pač potrudil ostati stabilen v ravnotežju, stabilen poskrbeti zase, stabilen poskrbeti za ljudi, ki so mi zaupani, po najboljših močeh. Ker stabilnost, verjamem, da ni naključje. Stabilnost je sistem, ki ga imaš postavljenega. Ja. Saj, če gledaš iz gradbeništva, kje se začne stabilna stavba? Pri temeljih in ni naključje, da je stabilna. Se veliko enih stvari preučijo, da dajo pol temelje noter tako, da lahko pol ta stavba stoji nekaj časa, ne glede na okoliščine. Tako da vse rešitve dejansko so okrog nas, sam zaupati jim je treba oziroma vložiti čas in energijo v to, rajši kot v scrollanje, televizijo in tako naprej. Škatla je tle, ne spomnim se, če je bila lani, ampak mislim, da je bila. Izvoli potegniti. Vprašanje pa odgovori. Po narejeni srednji šoli ne vem, ali bi nadaljeval šolanje ali bi šel delati. Hoče, da malo razširim. Najprej sem pač šel klasično pot izobraževanja, in če sem pač po srednji šoli, jaz po osnovni šoli nisem pojma, kam bi šel, po srednji šoli nisem imel še kar dosti pojma, kam bi šel. Vedel sem, da imam rad šport in potem sem se pač vpisal na fakulteto za šport in sem tekom poti ugotovil, da mi je to blizu, da bi rad na tem področju nekaj naredil. Tako da moje vprašanje je, da enostavno ni prav ali pa narobe, ker je razumljivo, še posebej zato, ker je vprašanje razumljivo, zato ker ljudje itak, če nimaš izkušnje, ne moreš se opredeliti lažje ali pa odločiti za eno ali pa drugo smer. Moj odgovor je bil enostavno, vse je prav, če ne nadaljuje šolanje, pa gre delat, pa proba različne poklice, pa v vidu, kje se najde. In če gre na izobraževanje, pa mogoče bo potem ugotovil, da ne potrebuje tega več, da bi rad šel kar delati in tako naprej. Tudi gre za en dinamičen sistem in skozi pot se bo neka vizija izkristalizirala. Predvsem tudi to, kar zagovarjam pri svojih otrocih, da nisem več pristaš klasične poti izobraževanja, ampak enostavno, da se naj probajo. Recimo, jaz imam profil zelo različnih strank, od pleskarjev do prezračevanja, do restauracij, do zobozdravnikov. Pojdi do mojstra, opazuj ga, bodi z njim 2 meseca, delaj, pomagaj, asistiraj, pa boš videl, če je to nekaj, kar v tebi nekaj prebudi, nek žar, neko energijo, ali pa enostavno greš proba drugega. Največji izziv za mladostnike danes je ravno to, ker je domišljijski sistem. Oni ne vedo, kaj se skriva za določenimi poklici. Hkrati je sistem tako narejen, da te na nek način malo potlačiš svoje potenciale, ker imaš toliko kaj moraš, da ti tako malo ostane za tistega, kaj bi ti sam naredil, kaj se v tebi res prebudi, da mora zopet vsak posameznik poiskati, kaj pa bi jaz, kje se pa najdem. Ampak to ni čudežna tabletka, ni to, da ležiš na posteli v soboto dopoldne in pride razsvetljenje, skozi pot se ti stvari odprejo. Tako da polagam vsakemu najstniku, enostavno začni hoditi, probi različne poklice, spoznaj jih. Verjamem tudi, da greš lahko netipično pot, to pomeni, predstavljaj si, da greš k mojstru, z njim si pol leta, 1 leto, 2 leti, on te izobrazi, ti to delaš, priučiš se ravno to, kar je treba, matematike in ostalih veščin, ki jih je potrebno, da boš to nalogo, ki te veseli, res dobro opravljal. Ker na koncu pa spet trčva ob trg, kaj je trg pripravljen plačati, pač
tisto, kar je dobro narejen. In vedno se bodo iskali posamezniki, ljudje z vrednotami, ki dobro delajo, ki naredijo en dober produkt, eno dobro storitev in bolj kot si v neki, manj kot nas je, bolj smo iskani. Tako je. Več ljudi, kot lahko upravlja določeno dejavnost, je pa sistem tako nastavljen, da je pač nižje plačilo. Tako da enostavno iti, hoditi, preizkušati, iskati, biti pozoren na signale, opozorila in prilagajati svojo vizijo temu. Daleč od tega, da bi zagovarjal. Na koncu so posamezniki stari 25-30 let, pa še zmeraj ne vejo, kaj bi v življenju. In tudi s tem ni nič narobe. Tudi s tem ni nič narobe. Ampak vsak posameznik mora poiskati rešitev za sebe, da ne bo polno obžalovan na koncu. Ja. Mislim, jaz sem rekel, ni s tem nič narobe, ker sem jaz bil tak. Ja, pač jaz nisem vedel. So šele pri 28 malo zavohal, pri 30 pa postavil. Tako da ja. In če si odprt, se tudi naprej vizija, se stvari spreminja, ne? Ja, je čisto pa, okej. Ja. Pa so pa kakšni drugi izzivi pojavijo, ampak tak je life, a ne. Kar si izbral, kar si sejel, to zdaj žanješ. Kakšno vprašanje zame? Zadnje vprašanje, imaš kakšno vprašanje zame? Imam. S katerimi izzivi se pa ti kot moški 35 plus, kateri izzivi so pa zate največji v tem obdobju življenja? S katerimi izzivi se zdaj soočaš? Pa ne mislim samo kratkoročno, rečeva tako, ampak nasploh to obdobje plus minus par let. Dobro vprašanje. Rečem zato, da si vzamem čas za odgovor. Ena taka stvar, ki sem se soočil, rečemo tako, v teh letih je bilo, veš, zakaj nisem tu, kar zdaj delam, a ne v 20-ih postavljal. Tako, en tak občutek, da sem 10 let zadaj. Ker sem pač spustil tle si, kjer si, zdaj s tem občutkom nož daleč prišel, ne. Nič boljš ti ne bo, pa glih tako moraš stvari narediti, ne. Ampak ja, eno je bilo, rečemo, en tak, ne vem, zakaj nisem prej Uršo spoznal, ali pa pač prej imel otrok, več otrok, kakorkoli. Drug tak izziv, bi rekel, ki mi je zdaj zabaven, en čas me je pa moril tudi tukaj, sem te prej malo hecal, ne, pač jaz imam 2, zakaj nima ona 2, a ne. Zdaj ta disbalance v družbi, ne razumemo točno, kaj pomeni biti, se mi zdi, v današnjem času, ali pa ne vem, če kdaj sploh smo tekom človeštva. Kaj je res moška vloga, ženska vloga, da nismo enaki in smo enakopravni pred zakonom, ja, nismo pa enakovredni, ker ene stvari, ki one lahko mi ne moramo, ene stvari, ki mi lahko one ne morejo, in se mi zdi, da se premalo poudarja, da smo skupaj najboljša ekipa in da ja, vse kakšni ljudje drugače čutijo in tudi s tem ni nič narobe, ampak ne rabimo si tega tiščati dol po grlu, se moriti s tem na dnevni bazi, ali pa vegani, mesojedi, ki se zdaj neke vojne dogajajo, pa kar neki ta se mi zdi bullshit, ki ga, veš, kot moški bi rekel, je naloga, da imaš informacije, da znaš obrniti smer svoje družine, sebe na koncu pa družina pritiče temu, kam boš ti obrnil svojo ladjo, a ne, kam bo potovala, in ker prije toliko informacije zdaj tako, a ne, ali tle ostati, ali premakniti v tujino, zakaj tle ostati, a ne, zakaj premakniti v tujino, kaj bo zdaj tam boljš, kaj ne bo, kaj poznaš, kaj ne poznaš. To hkrati pa ja, premalo je izobrazbe o tem, kako biti starš, a ne. Se mi zdi, da to bi bilo lahko dosti več tekom odraščanja, pa ne iz obremenitve, ampak samo tako, da počasi mladega človeka, ki več ali manj neizogibno, zelo velik procent bo starš en dan, se malo
pripravljena osnove, ne, na katere vrednote dati poudarek, kako boš te vrednote prenašal naprej, kako jih lahko že zdaj, ko nimaš otrok, na kaj biti pozoren v partnerstvu, ne. Vse nekaj se učimo sproti, ampak veliko bi si lahko tega prešparali, po moje, tekom. Tako da, ja, tu so taki izzivi, ki se sprašuješ, ne vem, a tukaj jaz zdaj delam, zakaj jaz to delam, če je to tako logično, da manjka in pač dajmo to sistemsko narediti, pa čau, ne, pač tle en Jernej Picer za live hod po šolah, pa se z mulci pogovarja o takih temah, kot da ni drugih odraslih okrog njih, ne, ampak tako je, ne, tle smo, to so bili neki, rečemo, izzivi pri sebi, zdaj za naprej. Mi je pa to, da te glasove v meni, ki si jih tudi ti rekel, dobro, so vedno tišji, pri meni so še dost, bi rekel tako, za moje pojme glasni, preveč glasni, da se jih naučim pač frcati stran in slediti temu, kar jaz želim, zato sem se tudi opremil z coachi, z mentorji za 1 leto bom imel coaching, ne, tako da res grem na ta next level in odklenem vse svoje potenciale. In ja, cilj pa je pol čez 5 let mednarodni prostor polniti svojim potencialom, svojimi vsebinami. Rečemo, ja, core business imeti v tujini, kar ne pomeni, da ni več v Sloveniji, zato je Dejan tle, ampak jaz pač ja, angleški trg. Malo s cmokom v grlu, to govorim, a ni malo prezgodaj, ampak ne, to sem napisal, tam gor boš videl, dosti bolj bold, kakor zdaj govori. Ker je še tako nekaj, kar čutim, a veš, je tako, sta mi dobra coacha rekla, ne, dej, nočva neki tam, pa da lepo izpade, pa da boš nas impresioniral ali pa svet okrog sebe impresioniral. Kaj bi ti rad? Če je vse možno, kaj bi ti rad? Čez 5 let. In ja, pač meni ni problem velike številke cepati kamorkoli. Ne vem, 1 milijon subscriberjev na YouTubu, ne vem, vrednost 20 milijonov in tako naprej. Ker se mi zdi, če ne bom jaz sanjal, kdo bo namesto mene prvič, ne. In če si pa ne upam sanjati, pa to delal ne bom. Oziroma bom, ampak tako, kakor je minimalno potrebno, kar pa pol spet. Tako, ja. In druga mogoče, druga, ta izziv je še, da premalo nekih istomislečih ali pa željnih fotrov, moških, ki bi tako, tak real conversation enkrat na teden. Tako, pridemo pa jaz rečem temu, si potalamo ljubavne šamarje, a veš. Tako, da smo lahko moški, ne vem, res vidim, eno sceno sem nekje videl, ali so bili vikingi ali nekaj, ki je ogenj. In pol tam oni delajo, a veš, kakor majhni otroci, malo meče, malo vriska, malo ono in naslednji moment real conversation, en spušča solzice, ki ve, da dela bedarije ali pa tišči vse pain. In se imamo tako in pol, ne vem, epilog ven, okej je, lej. Tudi prav dobro je dobro, ne. Evo. Ne vem, če sem ti odgovoril, ampak to je moj odgovor. Hvala. Hvala tebi. Veseljem. O priliki, ne. Naslednjič. Bodite fajn. Čau.